Osnova za kakovostno pridelavo hrane je kakovostna prst. Kakovost in rodovitnost prsti vplivata na količino sadja, zelenjave in žit, ki zrastejo. Tudi rastline, ki jih uporabljamo v naših zdravilih in kozmetičnih izdelkih, ne morejo uspevati brez kakovostne prsti. Tako je prst omejen in dragocen naravni vir, ki pa potrebuje našo zaščito. In o tem, kako postane prst bolj rodovitna in kakovostna, prav o tem bo govora na današnjem posvetu. In letošnji strokovni posvet namreč nosi naslov Humus naredi naša tla živa in rodovitna. O tej temi bodo v nadaljevanju razpravljali in pri posvetu sodelovali naši sogovorniki, ki jih, kot rečeno, prav lepo pozdravljam med nami in jih vabim, da se pridružijo tukaj v ospredju tega današnjega posveta v Viteški dvorani oziroma pri omizju. Z nami so gospa Miša Pušenjak, svetovalka, specialistka za področje zelenjadarstva in okrasnih rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Dober dan. Igor Škerbot, svetovalec, specialist za področje zelenjadarstva, okrasnih rastlin in ekopoljedelstva iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje. Lep pozdrav tudi vam. Peter Pribožič, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. In Marija Kresnik, vodja bistriške kmetijsko-svetovalne službe oziroma bistriške izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki bo tudi moderirala današnji posvet. Tako da, prosim. Ko smo rekli, prihajam iz zavoda Ptuj, na zavodu Ptuj tudi delamo analize tal. In analiza tal je osnova, da lahko mi potem razpravljamo o teh stvareh, kako je naprej in nazaj. Tako da jaz sem si pridobila podatke za zadnjih 5 let, kako je z tlemi oziroma z vsebnostjo pH, fosfor, kalij in pa humus v tleh, ki so bila analizirana na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. In operirala bom z številkami, v glavnem grem nazaj za eno. Zavod Ptuj dela analize in se pravi okrog 500, malo čez 500 analiz, se pravi 547 vzorcev je bilo analiziranih v 5 letih. Jaz si želim, da bi jih bilo še več, ker če mi ne vemo, kar imamo v tleh, ne vemo, kar moramo tlem dati. Pa o tem bo potem strokovnjaki. Ampak mogoče samo za intermezzo. Kadar imam predavanje za svoje kmetovalce, vedno dvignem roko, rečem 5 prstov, A, B, C, D in E založenec. Kateri prst je največji? Sredinec, če imate vi C založenec, pa ste zmagali. In to sem tudi tukaj malo poudarila. Se pravi, razporedila sem te vzorce, kako so naša tla založena z, najprej imam tukaj, meni se zdi, da je fosfor, ne? In sem naredila takle tortni model, tako si boste najlažje zapomnili. Napisane so tudi vsebnosti in ta sredinski prst C imamo kar, koliko, čez 35%, jaz pa sem res slepa že jaz. Kdo vidi? 36%. Jaz sem kar bila pozitivno presenečena, da smo kar dobro skrbite za tla. Potem sem se že malo poigrala z kalijem, tu je malo so drugačne zahteve, drugačni, malo višje vrednosti in tukaj pa še boljše, tukaj pa je čez 40%, če prav vidim. Tako da kalij, jaz včasih rečem, kalija je precej na govedorejskih kmetijah. Potem sem še pa vzela si pH, ker če imamo pH ni poštiman, tudi druge stvari ne grejo. In tukaj imamo nevtralna tla in koliko imamo teh nevtralnih tal, to so tu, Miša bo mi pomagala. V glavnem, tu pa smo malo bolj kisli. V glavnem, tu je malo več imamo kisla tla, sploh na pohorju in tako dalje. In potem sem se prikopala do humusa, o katerem bomo danes govorili. O humusu in pa o organski snovi. Malo bom rekla, humus, organska snov, to ni ista stvar. In to odgovor boste danes dobili zelo dobro razložen v tekom teh predavanj. In tako nekako so naša tla v Bistrici založena. Bistrica, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, vse te 4 občine. Skratka, videli ste, kako imamo v bistriškem koncu založena tla. Miša bo, mislim, da začela, damo Miši prednost. Tako, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, pa predvsem se opravičujem vsem odraslim, pozdravljeni otroci iz šole Šmartno,
nekateri sem letos pomladi bila in so me res prav neverjetno pozitivno presenetili, posebej zato, ker se za vrt pa za vrtnine zanima toliko dečkov, no to ni ravno normalno v današnjih časih, tako da res lepo pozdravljeni. Upam, da boste vse od mene kaj odnesli, ker zelo hitro govorim, pa tema, ki so mi jo dali, humus je pravzaprav meni najljubša tema v našem, bom rekla, v tem današnjem času, ne? Ker za moje pojme brez humusa v tleh, brez, kot je že, to so že vsi pred mano poudarili, kvalitetne zemlje, ampak nekaj naj vam povem, kvalitetna zemlja je humozna zemlja, da ima dovolj humusa. Ne? So me presenetili rezultati, ki jih je zdaj kolegica pokazala pred mano. Če ste prav videli, približno polovica zemlje celo ima tisto količino humusa v tleh, ki je zaželjena predvsem za poljedelstvo, tisto, ko je bilo do 2 do 4%. Ne? Za vrtnine bi bilo tu nekje od 4, pa poudarjam, da tudi preveč, kar je nad 8 ni v redu. No, v glavnem, tako da moramo reči, da kljub vsemu, kar se govori pri nas v Sloveniji, predvsem strani kakšnih nevladnih organizacij, ki stvari govorijo na pamet, pa to jaz že tudi dolgo vem, se tudi jaz že ogromno rezultatov oziroma analiz dobivam v pisarno, da pri nas dejansko še tako zelo slabo za humusom ni. Bil je kolega ravno letos v Italiji na enem takem izobraževanju in je bil čisto šokiran, ne, zakaj hodimo na izobraževanje v državo, kjer ima pod 1% humusa, pa verjamete mi, da ga imajo pod 1% humusa v tleh, tako da smo kljub vsemu lahko zadovoljni, ampak to pomeni, da ne spimo na lovorikah. Ne. Skratka, je pa zelo dobro vedeti, ko govorimo o humusu, pravzaprav o čem govorimo, ne. V glavnem, kakorkoli. Prav letošnje leto, pa tudi lansko, pravzaprav obe leti, 2 zelo ekstremne leti sta pokazali, kako zelo pomemben je humus v tleh. Kako zelo pomembno je, ker humus je tisti, ki blaži takšne grozne vremenske zadeve, kot so se letos dogajale. Ne. Letos je bilo katastrofalno, najprej zelo dolgo premrzlo, potem kar nekaj časa absolutno prevroče za zemljo, za korenine, za mikroorganizme, šele potem za rastline, ki so komaj nadgradnje temu, potem je spet izredno hiter skok in ravno te skoke gor pa dol, to blaži prav humus v tleh. Korenine ne želijo biti v vročih tleh, ne želijo biti v mokrih tleh, pa ne želijo biti v presuhih tleh, pa prehladnih tleh. In letos je bilo samo to. Tistih mestna zadeva je pa komaj zdaj. Zdaj pa komaj tisto, v katerem bi se vrtnine dobro počutile. Ne? Tako da, če že govorimo, ko toliko govorimo o tem prilagoditvah tal, prilagoditvah klimatskim spremembam, bi vedno brez izjeme mogel biti na prvem mestu humus. Vse ostalo, o čem govorimo, je pa potem na drugem mestu. Če imamo tla kolikor toliko porihtana, potem se da tudi v takšnem letu, kot je letošnje, govorim jaz samo o vrtninah, to moram poudariti, ne, mogoče še o rožcah, da ne bi kdo mislil, da govorim o trajnicah, ker jih res ne poznam dovolj dobro, trajnih nasadov, je to, ne. Zdaj bom samo na hitro, toliko, da bom predolga. Če gledamo naša tla, ne, prej govorila o prsti, ampak mi govorimo o tleh, rastline rastejo v tleh, ne, so v bistvu sestavljene samo polovico iz teh trdih delcev, to, kar imate vi v roki, vedno smatrate, da so to tla. Niso samo to, ni samo trdi delci tla. Druga polovica je pa potem še deloma zrak in deloma voda, ne, to morate vedno se zapomniti, za suha leta voda, za vlažna leta, kot je letos, pa zrak. Kaj s tem mislim? Tla mora biti tudi prerahljana. Po vsakem dežju letošnje leto nasplošno so se tako zbijala tla, da v bistvu bi mogel kar naprej biti vse s tistimi 3 zobmi pa jih rahljati. Zakaj je to tako pomembno? Zelo pomembno je zato, ker ustvarjalke humusa v tleh so seveda tudi makroorganizmi pa mikroorganizmi. Makroorganizmi, to so vsi tisti razni hroščki, črvi in to, kar vi vidite v tleh. In kar zadnje 2 leti sem kar zgrožena, ko ljudje kar naprej delajo paniko, da lopato v zemljo, pa se mu odpre, pa v tej zemlji vidi, da vse mrgoli, pa začne paniko delati, da so to škodljivci. Ravno obratno. Če mi hočemo iz organske snovi, ki jo dajemo ali v zemljo ali na kompost, priti do humusa, so najprej potrebni 100 različnih črvov, hroščkov in podobnih zadev. Ne? Železne kačice, recimo, so zdaj že 2 leti fejst na tapeti, so tudi ene izmed teh zadev. Ne? Tako da to morate vedeti. Če mi odpremo zemljo, pa je živa, potem smo lahko srečni, vemo, da smo daleč prišli. Seveda pa tako kot posod, ne premalo, ne predobro, preveč ni v redu. Ne? In na nekaterih vrtovih, posebej na komposti, se dogaja, da je humusa že preveč, oziroma da govorimo praktično o samem humusu. V teh stvareh je pa res že mogoče preveč,
ne preveč življenja, ampak dejansko kar mrgoli, ker pač te živali imajo dovolj za jest in jih je potem preveč, ne, in potem ljudi prestrašijo, ne. Ali pa čisto tipični primer so deževniki, ki vemo, mislim, da čisto vsi vemo, kako zelo so potrebni, pravzaprav samo o njih govorimo, ampak niso samo deževniki, da so začeli delati ponekod že, jaz lahko rečem, v narekovajih škodo na vrtu, ne, če posadiš čebulček, pa ga drugo jutro najdeš zunaj, to res naredijo deževniki, če jih je preveč, ne. Isto velja, da so se ponekod že navadili celo sadike solate vleči v zemljo. Zato govorim o tem, da ne bi kdo, ker jaz sem zdaj ugotovila, da ta svet postal res čist črno-bel. Narava ni črno-bela, narava je siva. Se pravi, ko ti nekdo reče, da je v bistvu to dobro, jaz sem se prilagodila s človekom, ribe so zdrave, pa naenkrat polovica Slovencev je vsak dan samo ribe. Pa tudi to ni v redu. Se pravi, humus ja, moramo ga imeti, dobro ga tudi nadzirati, kot je prej kolegica rekla, tudi z analizami zemlje, mislim nadzirati, da vemo, koliko ga imamo, kje smo, seveda pa ne stremeti k temu, da bomo v kompostu sadili vrtnine, ker v takšnem poletju, kot je to, pa to ne bo dobro. To mogoče samo opozorilo predvsem mladim, ne, da nikoli ne zaidite v ekstreme, ne navzgor, ne navzdol, vedno je pri pridelovanju rastlin je vedno dobra zlata sredina v vseh stvareh, ne samo v tem primeru. In narava pa nikoli ni črno-bela, to si zapomnite. Narava bo in vedno je in vedno bo siva. To pomeni, vedno smo nekje, če smo nekje na sredini, smo na najboljšem. Mogoče res boste zelo redko kdaj imeli daleč največji bučo, pa zmagovali v ogromnih bučah, pa ne vem še v čem, to verjetno ne boste pa tudi takšno leto, kot je letošnjo, kaj pridelali, ko pa marsikdo ne bo nič pridelal, ne. To je to, kar si mi želimo, mi si ne želimo ekstremov, tudi pri predelavi, ne, ker ekstremi v naravi nikoli niso dobri. No in od tistih 50% stvari, ki ste videli, je v bistvu, kot ste prej videli, ko je Marija tudi kazala rezultate, ne, to ni organska snov, to je pravilno bi bilo humus, ampak to je, če se vidite, da je z ene knjige. Skratka, je tu nekje okrog 5%. Na njivah 3%, pri vrtninah 4, 5, 6, to je tisto, kar si želimo. Ne? To je zelo malo, če si predstavljate, od 50% samo 3-4% je zelo malo, ampak brez tega zemlja ni rodovitna. Brez tega, tudi če imamo zemljo, tudi če imamo vrt, tudi če imamo visoko gredo, imamo hidroponiko. Čisto preprosto, ker moramo rastlinam vse dodajati. Hidroponika je pa vedno problem, ker če ne dodajamo zadev v pravilnem razmerju ali pa če se karkoli pokvari, potem nimamo nič. Ne, tako da je tisto osnovno, kar si želimo, je zemlja, ki je v redu. Ne, zato tudi tisti, ki me poznajo, vejo, da jaz nisem največji pristaš tega, ampak ne govorimo o neprekopavanju, govorimo o tistem sistemu, ki ga imajo zdaj, da se v bistvu samo kompost na domačo zemljo gor nalaga. Zemljo spodaj pustimo na miru, zgoraj pa vsako leto dodajamo kompost. Jaz nisem pristaš tega, ker to pomeni, da bo zemlja spodaj vedno slabša, ne vedno boljša, ker korenine rastlin ne bodo šle tja, ker nimajo hrane, ostale bodo v kompostu in potem seveda spodnji del se ne bo razvijal in bo počasi mrtev. Zemlja je pa tista, s katero moramo delati in operirati. V glavnem, in da ima tega dovolj, ne. Prej je že Marija tudi rekla, pa še jaz zdaj povem, samo ne bom niti brala tega, ker drugače ne bom prišla skozi, ampak organska snov, zato sem prej opozorila, organska snov še ni humus. Mi pravzaprav potrebujemo organsko snov, ki jo dajemo v zemljo v kakršnih koli oblikah, nekaj boste tudi tu našli, zato da bodo potem najprej velike živali, potem pa male živali, mikroorganizmi, to stvar predelali v humus. In humus je dejansko po neki definiciji nedefinirana snov, ki izgleda v roki kot zemlja in diši kot zemlja. V humusu v bistvu ne vidiš ostankov listja, ne vidiš ostankov iztrebkov živaliček, tudi kompost, gnoj lahko kompostiramo, ne, in tudi iz gnoja lahko dobimo humus, samo odmerki, ki jih dajemo v zemljo, so različni, ne. Skratka, to je humus, ne, in humus je tisti, ki v bistvu, dobro, bom šla kar naprej, da ne bom sama sebe zapletla. V glavnem, na prvem mestu je humus hrana za mikroorganizme in nekaj si zapomnite, rastline sprejemajo hranila vsa pravzaprav s pomočjo mikroorganizmov. Se pravi, če v tleh nimamo pestrega sveta mikroorganizmov, pa za vas mlade, to, kar se toliko zdaj govori, jaz ne vem, zakaj Slovenci tako uživamo, ko uporabljamo tujke, ne govorimo o biodiverziteti, poznate to besedo sigurno, ker je to zdaj postala ena najbolj modernih besed na svetu. Gre za to, da imamo čim bolj pestro. Diverziteta pomeni v bistvu različnost, ne, da imamo čim več pestrih, čim več različnih, ne samo količinsko, mi zdaj tehtamo pa merimo, pa to je vse postalo moderno, nihče pa ne govori o različnosti.
mikroorganizmov. Gre namreč za to, da vsaka vrsta mikroorganizmov v tleh ima svojo nalogo, kako bo to organsko snov razgradila, do kere mere, v kakšno obliko, da bodo rastline imele tudi čim bolj pestro prehrano. Tudi mi moramo čim bolj pestro jesti, ne samo enosmerno. Tudi če bo nekdo rekel, zdaj pa moramo jesti samo zelenjavo, zato ker je to zdravo, ne bo zdravo. Dolgoročno, do konca življenja ne bo zdravo. Se pravi, mi moramo jesti vse in vsakega po malem in enako velja za rastline. In bolj imamo pester svet mikroorganizmov, bolj se ti mikroorganizmi lahko tudi prilagodijo različnim vremenskim razmeram. Eni malo boljše preživijo, zelo vroče pa zelo suho vreme, drugi recimo tudi malo bolj vlago, čeprav moram že na tem mestu povedati, ne, ti mikroorganizmi, ki jih mi v tleh potrebujemo, na žalost ne morejo živeti brez zraka. Zato sem že prej tam, ko ste videli tisto tortico, ko sem jo narisala, zato je zrak tako pomemben. Vsi vemo, pa nobenega ne rabim prepričevati, da je voda pomembna, čeprav nekateri nimajo možnosti zalivati, ker pač preprosto vode ni v bližini ali pa se zaliva pač koliko se lahko, ne, to ni nobenega problema ljudi prepričevati, da je zalivanje, namakanje potrebno. Zelo težko pa ljudem razložim, kako zelo pomemben je tudi zrak v tleh. Brez zraka v tleh, v zbiti zemlji, tako kot je recimo letos bila, se korenine niti ne morejo širiti, se ne morejo razmnoževati. Vi si predstavljate tudi, da rastline sprejemajo hranila s koreninskimi laski, ne s tem, kar mi vidimo, ampak s tem, kar na tej drobčkini korenina zraste. In če si predstavljate to drobčkeno korenino, vi sami veste, kako so drobčkene korenine, že te bi težko v zbito zemljo not prišle, kaj šele potem koreninski lasek, ki ga vidimo samo pod mikroskopom, ne? In že v tem, zato je potreben zrak v zemlji, da se lahko te korenine razvijajo, več je laskov, več je možnost je, da bodo rastline našle dovolj pestre in različne hrane. Čist preprosto povedano. Da iz organske snovi, ki jo dajemo v tla, pa bodo dobile pestro hrano, če bo v zemlji dovolj mikroorganizmov, ki pa prav tako potrebujejo zrak. Zato je zrak popolnoma enako pomemben za vrtnine, kot za vse rastline, ne samo za vrtnine, kot je pomembna voda. Se pravi, ne, v visokih gredah, vem, da imate vi visoke grede, v visokih gredah to ni težava, ker praktično delamo samim humusom, pa skupljeno zemljo, zato tisti, ki ste kdaj mene poslušali, vedno rečem, da tista zgornja plast, v kateri živijo rastline, je vseeno dobro, da je dobesedno pomešana s kompostom, ravno zato, da se nam, ker tam pa ne moramo kopavati, ne, oziroma ne moramo rahljati zemljo v tem. No, v glavnem, druga stvar, ki je pomembna, pa smo spet zemlje, pri zemlji, v kateri je dovolj zraka, je pa tudi struktura zemlje, pa bom šla kar naprej. Struktura zemlje v bistvu pomeni to, predvsem pomeni to, da se zemlja čisto po vsakem dežju, pa po vsakem vetru ne zbije. To pomeni, da imamo v zemlji, če bi pogledali spet pod mikroskopom, ne v roki. V roki boste videli normalno bunkice, takšne ali drugačne, mogoče včasih vseeno res malo večje, ampak vseeno, ampak da v zemlji vidimo ene takšne, mi temu rečemo strukturne obročke, ki so lahko seveda zelo različnih oblik in velikosti, da se razumemo, ampak gre za to, da se v bistvu delčki zemlje, ali so to veliki, to je pesek, recimo peščeni zemlji, kjer je bilo letos sploh groza, ali so to čist mičkeni delci, delčki gline, da se v takšne obročke ali pa v take strukture spravijo. In tu bo vedno noter malo zraka, dokler ne bo res padlo, tako kot je letos bilo, letos je padlo toliko dežja, da je tudi tukaj iz teh lukenc noter, to je zdaj čisto stilizirano, da si ne bo kdo predstavlja zdaj zemlje iz samih obročkov, predvsem govorim za mlade, se upravičujem, da bodo oni bolj razumeli, pa da ne bojo čisto napačno razumeli to, kar se danes toliko govori. Skratka, tile obročki pa lahko, skratka lepilo za to, da bo tele delčke zemlje, ki mi imamo, delčki zemlje, kaj imamo pesek ali imamo glino, to nam določa podlaga. Na to vi ne morete vplivati. Vi lahko vozite koliko hočete peska na glinene zemlje, namreč to je postalo tudi zelo moderno, ne? Mene ogromno ljudi skoraj vsako leto vpraša, da ima zelo zbito, zelo glineno zemljo, če bi pesek navozili, ne. To bo zemlja, srečen, kar požrla. Že v jeseni tega ne bo nič, ne. Na to mi ne moramo vplivati, ali bomo imeli peščeno, ali bomo imeli glinasto zemljo, na to zelo veliko ne moramo vplivati. Lahko pa vplivamo na to, koliko imamo teh obročkov. In to vplivamo predvsem s tem, da imamo v tleh dovolj humusa, da menjamo rastline, da bom rekla kolobar, ampak da v bistvu menjamo rastline z globokimi koreninami, z rastlinami s plitkimi koreninami, ker samo korenine so tiste, ki lahko potem te skupe zlimajo skupaj. Predstavljate si korenina, ko se širi v zemlji, je tako kot naš prst, kot 2 lista papirja zlimate skupaj. Če boste samo tako dali, bo vprašanje, koliko se bo zlimalo, odvisno koliko je težek tisti zgornji. Ne, mi vedno z nečim stisnemo, no to so korenine naredijo. Medtem ko lepilo pa so v bistvu izločki iz humusa, pa izločki iz koreninskih sistemov. Zato so te rastline za zeleno gnojenje, kateri bo Igor več povedal, izredno pomembne, ne samo za humus v tleh, tudi za ta sistem, da imamo čim več teh. In tehle obročkov ne spravite skupaj z grabljami, z motikami, z ne vem čem vsem, tako kot mislimo, ne, za traktorjem včasih se da njiva zelo lepo pripraviti, ne, pa
pade dež, je pa že čez 2 dni spet en sam asfalt, če nima teh obročkov veliko. To se vidi na različne načine, tu je samo en prikazan, ko damo čez tako zemljo, ki je dobra, če spustimo čez vodo, tam, kjer ni v redu zemlja, imamo takoj spodaj že blato, to pomeni, da ta zemlja ne drži. Preprosto se bo tako izbila. No, ampak to ni toliko za vas pomembno, da ne hodimo po zemlji, da se ne vozimo po zamrznjeni zemlji. To vidite tipični primer, kaj se zgodi, če se vozi po zemlji, pa pade malo dežja. Tu boste videli pa samo nekaj na hitro, par primerov iz naših njiv, kjer se v bistvu ne skrbi za to, da bi bilo v zemlji in dovolj humusa in predvsem, da ne bi bila zbita, pol pa pride malo vode, vidite, imamo pa take, to je ta najbolj tipično. Tu je zelje, utopilo se je. Ni zgnilo, zato ker je pač tu voda stala, ker preprosto ni bilo v redu pripravljeno. Skratka, zapomnite si za vedno in vedno, probajte čim manj hoditi po zemlji, ki vam nekaj daje hrano. Se pravi, ne bom rekla samo vrtnine, ker tudi poljščine, tam, kjer ni potrebno. Ko je potrebno, če je velik dežja, pa mi hodimo, seveda moramo pospraviti pridelek, to je logično, ampak na vrtovih to ni nujno potrebno, ker lahko imamo dovolj velike gredice, da mi z poti sežemo, malo pa se moramo potruditi. In tu en tipični primer, bom zelo na hitro šla skozi, ne vem sicer, zakaj sta 2 slike enake, ampak dobro je. En tipični primer, čist tipični, že leta in leta nazaj, iz ene njive, kjer je bila pa tudi toplota, to je bilo letos problem, toplota zemlje različna. Ta del njive, tu je bil fižol posejan iz iste vreče, isto seme, popolnoma isto seme, samo razdeljeno na pol. Posejan konec aprila, ta del pa je bil posejan v 2. tednu maja. Ta del je bil posejan, zdaj se vidi, ker to je laser, ja. Ta del je bil posejan, samo zemlja, razlika v zemlji. Tu je bila zemlja še premrzla, fižol je zelo počasi kalil in kaj se je zgodilo, upam, da bo zdaj še šlo naprej, vam pokažem, to se je zgodilo. Če dobro vidite, kaj se je zgodilo, zemlja se je zbila, čist preprosto, ker ni bila dovolj strukturna zemlja, predvsem, ker je fižol tudi predolgo kalil in posledice so bile to, kar ste tu videli na tej njivi. Več kot pol manj fižola, to je bilo isto seme, vse isto, tudi herbicid je bil uporabljen, vse je bilo isto. Pa pogledajte, kakšna je razlika. Je bil tale, ki je tu preživel, sicer je rodil normalno, potem naprej, ko se je izmazal. No, v glavnem pa še zelo na hitro en primer, pa tudi tu bom šla kar na to, če pogledate zelo od blizu, vidite, kako je zemlja zbita, to se lepo vidi. Pa vidite tele liste od zelja, kako so prestrelani, pregriženi. To je trajalo skoraj 14 dni, 3 tedne. To zelje sploh ni moglo rasti, ni moglo čist nič pomagati, je bilo z insekticidom škropljeno 2-krat, pa ni moglo pomagati, ker preprosto tako zviti v zemlji ni moglo živeti. In je rastlina samo vegetirala. Zelje oziroma kapusnice imajo sicer odlično lastnost, da so lahko tudi 3 tedne čist na miru, pa se ne premaknejo, pa potem, ko pridejo za njih ugodni pogoji, pridejo k sebi, solata bi v tem primeru že umrla, ampak tukaj se je pač zgodilo, da je bil problem z škodljivci in šele potem, ko se je spomnil, da bi pa to mogoče le šel pa prerajsal, ne pa štajersko ali pa prezračil, potem je pa v bistvu v 14 dnevih začelo delati glave, ampak te glave so bile seveda manjše, ker je bilo pač tu težava, vse ni važno. Pa še en hiter primer, samo spomladanski česen, istočasno sajen, ni bilo isto seme, je bilo različno, ampak ista sorta, pa približno istočasno sajena, pa če od blizu vidite, koliko je tu zemlja zbita, zabita, sesuta, pa da je tu bilo česno kopan v istem dnevu slikano, kakšna je razlika. To se posebej spomladi zelo pogosto vidi, pa gremo hitro naprej. Zdaj, kaj vse naredi humus? Jaz ne bom, v glavnem že, koliko je ura? Da ne predolga? Aha, se še 10 minut imam, ne? V glavnem, tu si boste prebrali, tisti, ki želite, jaz bom samo na hitro rekla, glavni, osnovni pomen humusa je pravzaprav v tem, humus je sposoben tudi zadrževati hranila. Skratka, se vežejo na humusne delce, to, kar mi tudi dodamo zemlji, če je potrebno to. Jaz na vrtu sicer govorim, da neka uporaba mineralnih gnojil, posebej dušika, ni potrebna, na njivah je zadeva seveda drugačna. Druga stvar, kot sem rekla, ta glavna stvar je to, da zrači zemljo, pa ne samo to, humus, ko razpada, zrači zemljo. Poleg tega organska snov plus humus, ko razpadata naprej, v bistvu spuščata v tla tudi določene kisline, ki delujejo razkužilno. Pa še ogromno, predvsem pa mogoče v letošnjem letu, sicer mislim, da upam vsaj, da na vašem terenu ni bilo toliko teh težav, vedno, kadar so težave s poplavami, pa s prisotnostjo nezaželenih snovi, težkih kovin in podobnega v tleh, to se na humus veže, pa postane rastlina
težko ali pa nedostopen. Se pravi, če imamo v tleh preko 5% humusa, lahko včasih tudi v malo bolj, bom rekla, nestabilnih tleh pridelujemo vrtnino brez strahu, medtem ko v tleh, kjer ni humusa dovolj, je seveda treba pogledati, kaj je rastlina tudi iz tal prenesla potem, da če je sploh užitna še in za nas in tudi za živino, vse za živino isto velja, ne. Potem ima humus sam, ko razpada, kot sem prej rekla, ogromno stvari se sprošča, med drugim recimo se sprošča tudi CO2, ko humus razpada. Vi boste sicer rekli, da CO2 pač ni zaželjen, da je to, ne vem, kakšen toplogredni plin in podobna zadeva, ampak vam povem, da plodovke so veliko bolj odporne, veliko bolj ne trde, ampak čvrsti plodovi so, če je v tleh dovolj CO2. In v bistvu za pridelavo plodovk, tudi fižola, ne samo samih plodovk, je v bistvu potrebno več CO2 v zraku, kot ga mi v resnici imamo. Kar pomeni, da če imamo dovolj humozna tla, tudi na tem deluje. No, o tem strukturi, teksturi sem vam zdaj že povedala, tako da ne bi bila preveč dolga, ne. Pa predvsem recimo v letošnjem letu, ne, tu pišite, zelo vidite z rdečo erozijo tal, ne. Zakaj gre? Tile strukturni delčki se tudi vežejo drug na drugega. V bistvu tako hitro vsaka kapljica vode te zemlje ne odnese v potoke. Ne, veter ne odnese. Kaj to pomeni? Ko pade veliko dežja, so potoke rjavi, ne? So tudi ribniki, jezera rjava. Kaj je tam noter? Tam noter je tista zemlja, ki smo mi za njo najbolj skrbeli, se pravi zgolj 5 cm zemlje, ki jo je pa dež, voda, kakorkoli letošnje leto pa še sploh poplave odneslo, ne? To je tista zemlja, za katero najbolj skrbimo, ki je bilo najbolj željeno, da jo obdržimo. Ravno tako, ko gremo posebej po kakšnih ravnicah, čez naš pesek, recimo na Ptujskem polju, ko veter piha, pa ti že v oči noter gre ta pesek. To pomeni, to spet odnaša tisto najbolj rodovitno. Zgornji 2-3 cm, 5 cm je pravzaprav tisto najbolj rodovitno, za kar mi najbolj skrbimo, ne. Če imamo tam dovolj humusa, so ti delci med sabo povezani, in je tega za veliko manj, ne. Po drugi strani pa to zdaj mladi sicer ne bojo razumeli, odrasli, predvsem kmetje pa bojo razumeli. Mi zdaj zadnje leta veliko govorimo o počasi topnih gnojili, posebej počasi topnem dušiku. Zakaj? Ker se dušik zelo rad spira, brez njega pa ni listov, ne. Če rastlina nima dušika, ne bo zrasla, ne bo naredila listne mase, kar pomeni, da v bistvu govorimo o dušikih, ki so posebej narejeni za to, da se ne tako hitro razgrajujejo, ker jih drugače dež spere, ne. Ampak humus je v bistvu počasi topen dušik. V bistvu rastlina nima, humus še ni hrana za rastline, enako velja za gnoj pa kompost, no mimogrede se kompost je v bistvu humus, da ne bo kdo tega zamenjeval. To je še vedno medij, ki s pomočjo mikroorganizmov, ki pa potrebujejo toploto, pa vlago, pride počasi, pomalo, kako oni to razgrajujejo, pride do hrane za rastlinam. To pomeni, rastline imajo ves čas hrane približno zadosti, ne bom rekla dovolj, bom povedala, v čem je problem, in pa imajo ves čas tudi dovolj, in tudi ta humus se pa ne spere, ne, ker se ga toliko hrane naenkrat ne more izločiti iz tega humusa. Se pravi, je v bistvu čisto počasi topno gnojilo in upam, da veste, tudi mladi, vsi ostali veste, da z gnoja se hranila sproščajo najmanj 3 leta, iz komposta pa celo 5 let, ampak to je lahko še več, kar spet to pomeni, da nikakor niti pod razno z gnojem ne gnojimo vsako leto, pa s kompostom tudi ne, na vseh površinah enako. Čisto preprosto, ne. Ne, da bi zdaj si posebej mladi to zamenjali, pa bi rekli, zdaj bom pa vsako 3. leto cel vrt pognojil z gnojem. Ne, vsako leto 1/3 in date tja gor rastline, ki to rabijo, ker ne bo časa, bom to že zdaj na hitro povedala. Skratka, ima še veliko drugih funkcij humus. Najbolj, kar je pa ta funkcija prilagajanja. Pravi, humus je v bistvu pomladi, če imamo dovolj humusa v tleh, je zemlja za kako stopinjo toplejša, če sonce na njo posije, tudi malo počasneje se ohlaja in tudi poletje je malo manj vroče, ne. Ampak še vedno pa pomeni, že prej sem vas opozorila, da se humus razgraja, da humus daje v resnici hrano rastlinam. To morate vedeti, predvsem mladi, mora biti toplo, ne vroče, zato so te poletne zastirke, na katere jaz zadnja leta tako opozarjam, ampak letošnje spomlad, če je kdo poslušal, slučajno sem pa zelo opozarjala, še sredi junija, ne še zastirati tal, ne še pokrivati tla, ker so bila prehladna. Ko v bistvu, ko mi tla pokrijemo, se pa tudi počasneje ogrevajo. Se pravi, spet nismo na črno pa na belo, ne. Zastirke so zelo zaželjene, pokrita tla so zelo zaželjena, ampak ne v vsakem času. In tudi, ko pade taka velika količina dežja, kot je letos 2 vikenda zapored, tam, kjer je možno, malo odstranimo to zastirko, da se bodo tudi tla čim prej posušila. Ker tla, ki so popolnoma premočene, nimajo zraka in v tistem trenutku tudi rastline nimajo hrane.
suhe rastline, žejne rastline nimajo hrane, pa premokra zemlja tudi ni hrane. Se pravi, ne jemati vseh zadev črno-beli. Vedno, vas mlade posebej moram naučiti, vklapljajte tudi malo možgane, pa povezujte zadeve, ker mi tega ne znamo več. Zato pa jaz nikoli nočem govoriti receptov, toliko pa toliko tega damo. Ker se ljudje tega ne zavedajo in letošnje pomlad je sploh bila problem z temi zastirkami, ker je bilo dejansko, če vi date črno folijo gor, je zemlja zasenčena. To pomeni, da se veliko počasneje tudi ogreva. Vsi mislijo, če je črna folija, da črna folija vroča, da je, ko se primeš, je prevroča. Ja, za liste sadik je prevroča, v bistvu zemlja spodaj pa ostaja ravno zato hladna, ker folija vso toploto pobere, ne vso, ampak večino toplote. Ne. Tako da to je ta glavno, kar je treba vedeti. Kot sem rekla, pomen humusa v prihodnosti. Glavna stvar, kar je, če imamo, prav letošnje, pa lansko leto tipično, če imamo tla, jaz sem zdaj rekla spet grdo besedo, porihtana, se pravi, da so v redu, tudi ta hranila, ko je prej Katarina govorila o fosforju in kaliju, da so, pa nista samo fosfor pa kalij, mi to pač zasledujemo, pa če imaš zraven humus, lahko imaš približno občutek, kaj se v zemlji dogaja, potem tudi rastline veliko lažje prenašajo taka stresna situacija, isto kot mi, če živimo v redu porihtanem okolju, tudi fizično, ne samo, pa tudi psihično, pa če smo primerno prehranjeni, lažje to prenašamo. Zdaj pa samo na hitro, ta glavna stvar bo pa pol Igor povedal, jaz sem šla čisto na sklad, že prej sem rekla, da humusa ne sme biti preveč, ker pol stvari gnijajo. To je že ena stvar. Zdaj pa samo načeloma obogatiti tla s humusom ne boste mogli brez seveda dodajanja organske snovi. Ampak organske snovi nista samo gnoj pa kompost, to, kar mnogi mislijo. To še hočem poudariti zraven, ne. Gnoja imamo vedno manj, ker je pač žal živinoreja prišla na takšen sistem, kjer pravzaprav do gnoja ne pridemo. Ne. Gnojevka je veliko manj vpliva na dvig humusa v tleh, kot vpliva gnoj, ki gnojevko lahko nabiramo. Ne. Sigurno je najboljše gnojilo kompost, to sem vam, ko sem bila na vaši šoli, ja, zdaj pa res moram, ja, že povedala, ne. Potem na kmetijskih površinah predvsem pride zelo poštev žetveni ostanki. Kaj so to žetveni ostanki? Predvsem slama, ne? Največ pri poljedelstvu slama, pri vrtninah je teh žetvenih ostankov običajno manj, to je pa ravno to težava, ker še vedno, če si predstavljate zelje, koliko stvari pobere iz zemlje, pa koliko ima listja, ne? Če mi to vse dol odnesemo, mi smo s tem tudi humus odnesli dol, tudi hrano, zato moramo to zadevo redno in vedno dodajati. Zelje je najbolj tipični primer, ker je pač najbolj tako nabito. Ne? Ampak, ko mi odnesemo karkoli dol, recimo paradižniku, če imamo zdravega, letos ga po večini nimamo in ga je treba dol odnesti, drugače, če ga pustimo na zemlji, pustimo nekaj organske snovi nazaj, da bo razpadlo. Če imamo potem dovolj mikroorganizmov, če to pravočasno naredimo, da je še toplo, si lahko s tem pomagamo. Ne? O setvah rastlin za zeleno gnojenje bo največ povedal, ja, še 4 minute. Mi je zdaj Igor pokazal, kje je ura. Kje je ura, ker sem ga prej rekel, ne me začne rukati, ko bo konec. V glavnem vam bo Igor veliko povedal, tako da rastline za zeleno gnojenje so predvsem rešitev za tiste, ki nimajo več dostopa do gnoja, ki nimajo več dostopa do komposta ali pa nimajo časa nekaj zadelati. Kompost je potrebno kar veliko časa, to je delo. Kompost je dobesedno, je prav tako delo, kot je delo vina, kot je delo, ne vem, šnopsa in podobne zadeve. Zahteva tudi opravke, če hočemo, da imamo v redu. Ne. Te rastline za zeleno gnojenje pa v bistvu samo posejemo, pa potem tla zadelamo, ampak več o tem Igor. Zelo poudarjam, tudi kot imate tu malo bolj na debelo napisano, metulnice, stročnice, govorimo o rastlinah, ki imajo v zemlji po svoje posebne prijazne bakterije, spet en od mikroorganizmov, ki jih potrebujemo za to. Ne, in te bakterije, ki živijo na koreninah teh metulnic in stročnik, so pa sposobne dušik, v zraku imamo namreč ogromno dušika, ampak ta dušik rastlinam ni dostopen. To ste se verjetno učili v šoli, eni ja, eni ne. Mi smo se v glavnem, nam so že v osnovni šoli povedali to, no, ampak niso nam povedali, da to ni rastlinam dostopno, ne. Čeprav ga je veliko. Ne. In pravzaprav kanje, pravzaprav ta dušik iz zraka z zelo veliko energije in drugih zadev spremenjen v rastlinam. In to naredijo tudi te bakterije na listi. Pravi, vse detelje so metulnice, vse detelje, tudi, ne vem, nokota, jaz govorim vse rastlina detelje, čeprav je lucerna ni detela, ne, pa inkarnatka in tako naprej, ne. In pa tudi stročnice na vrtu, teh pa imamo absolutno na vrtovi premalo. Visok fižol v bistvu umikamo nekam žičnice in ga imamo tako predolgo na istem mestu, malega, nizkega fižola Slovenci še vedno niso dovolj navadili, grah, bob in še kaj najdemo tudi za vroča poletja, najdemo stvari, ki jih lahko sadimo, sicer morate nekaj vedeti, stročnice, ki pridejo k nam na novo, kot je recimo dolga vinja, pa tudi leča, pa čičerika, predvsem leča, sploh ni nova stročnica, leča je bila celo pred fižolom pri nas, ne, ampak problem je pač bil v tem, da da veliko nižje
pa veliko bolj tvegane pridelke. Pri nas letošnje leto recimo ni naredila nič, ker je bilo prehladno za njo, ne, ali pa zelo malo. Zato so se pač ljudje navadili na fižol, ki če malo za njega poskrbimo, preživi vse, ne. Ampak teh bakterij, ki živijo na koreninah leče pa čičerike, verjetno še nekaj let tudi pri nas ne bo. Ker te bakterije pa seveda morajo biti prisotne v zemlji, nekaj jih prinesemo s semenom, vsega pa ne. No. Ampak to je v glavnem za zdravo zemljo, za zdrav vrt, za zdrave vrtnine, pa konec koncev tudi poljščine, ne, kjer pač sejemo tele naknadne posevke, tudi kot detelje, ne, bi bile stročnice nujno potrebne, posebej pa na ekološki pridelavi. In imamo mi tega pravzaprav veliko premalo, načeloma bi tega moglo biti, celo pravijo 30%, no 30 jaz ne upam sanjati, ampak 25%, se pravi četrtina vrta vsako leto bi vsaj enkrat mogla ena stročnica rasti, če bi želeli si tudi s tem pomagati, ne, posebej takrat, ko gnojimo z gnojem. Pa potem imate pa še te, no, volno, pepel, zeolit, to je vedno veliko vprašanj, zdaj žal ni dovolj več časa, jaz bi edino kupljenih naravnih gnojili, se pravi, govorimo o briketih po slovensko, ne, ko mi pač temu rečemo, to so ti briketi, ki kupimo v trgovinah, ker je veliko vprašanj. Ja, so nadomestilo gnoju, je veliko lažje delati, posebej, če si starejši, pa ne moreš več tako težko nositi, veliko lažje jih je dozirati pravilno, se pravi, pravilno pa ne preveč, dajati tudi na vrt, tudi na manjše površine, ampak vas opozarjam, ravno ta kupljena organska gnojila so lahko zelo nevarna, prav za strukturo zemlje, pa ravno za humus. Humusov je več vrst, ne bom se zdaj spuščala v podrobnosti, ampak da rečem zelo na grobo, prehranski humus pa trajni humus. Prehranski humus je tisti, ki ga rastline v tistem letu ali pa mogoče naslednje leto pojejo, in to so briketi. Ta humus ne razpada, pri tem razpadanju se ne ustvarjajo te razne kisline, ki potem tudi delajo strukturne agregate. Skratka, če se bodo uporabljali samo kupljena organska gnojila, briketi, se bo zemlja spet začela zbijati. Tako kot se je zbijala takrat, ko smo nekaj časa mislili, da lahko z umetnimi mineralnimi gnojili rešimo vse težave našega sveta pa prehrano, ne. Zato tisti, ki uporabljate, ki boste uporabljali, ki razmišljate o tem, da bi se samo briketi uporabljali, vas opozarjam, še več rastlin za zeleno gnojenje uporabljati. Tam pa res dejansko se moraš disciplinirati in si kolobar na tak način narediti, da boš imel vsaj četrtino vrta, vsaj zdaj nekje od druge polovice avgusta ali pa začetka septembra naprej pod temi rastlinami, kakšne so, kje so, o tem bo kaj več povedal Igor. Zdaj samo pogledala še, če imam, da ne bom še predolga, ker mislim, da bi vam samo na koncu rada slike pokazala, ne bom zdaj o kompostu, žal, pač ne gre časa, o gnojenju z volno, vedno več posebej po teh hribovitih področjih je vedno več ovc spet, ne. Ko sem se jaz z njo srečala kot z gnojilom, to je ravno ta slika, tu sem se jaz prvič z njo srečala kot z gnojilom, je ta avstrijski kmet, ki je to delal, rekel, da so pač uporabili v Avstriji kmetje ovce kot kosilnice, ker pač preprosto se jim ne da več hribov kositi, ne. In potem imajo probleme, kam s to volno iti, celo problemi so. Jaz vem, da imamo mi soven, ampak soven je problem že tako nizkimi odkupnimi cenami, poleg tega tele volne, ki zraste tu spode, ne, ko je vedno zamazana. To ni volna, ki bi bila uporabna v industriji in tako naprej. Skratka, te volne bo vedno več, ne. Volna ima ogromno hranil, pravijo, da ima celo do 12% dušika. Veste, če si predstavljate, kan ga ima 27, da imate malo, se pravi, da je v 100 kilah, recimo volne, je 12 kil dušika, ki je tudi počasi sproščujoč, ker gre to še vedno za material, ki je naravn, ki se še mora razgraditi, ne. Druga stvar, kar je pri volni, je votla, to je las. Tako kot naš las. In to veste, da je voto. To pa pomeni, da je noter zrak. Ta zrak po eni strani zrači zemljo, ko sem prej rekla, kako pomembna je zračnost zemlje, po drugi strani je tudi greje, ker se ta zrak se greje in potem čez noč počasi oddaja to toploto. Skratka, ima ogromno, ampak čisto samo toliko, da vam to pokažem, da ne bom predolga. To je en poskus, to niso moje slike, poskus, ki so ga naredili v okviru enega projekta doli v Novi Gorici, kjer so hteli te savkanske ovce promovirati in divje, čisto preprosto, se ni bilo pravilno narejeno, oni so zemljo, to ne bo nihče na vrtu delal, zemljo odgrnili, pa potem dali gor volno, tako kar eno tako plast, ker volno je v takih plasteh, govorimo o ovčji dlaki, da ne bi spet kdo tam mladi tega zamenjeval res za te klopke volne. Govorim seveda o ovčji dlaki, ne, da toliko pač v slovenščini, pač časih malo problematična, jo razgrni, dali gor zemljo in gledajte, raste endive, tu mislim, da se tudi na sliki vidi razlika v barvi, ne, predvsem razlika v barvi, dobesedno videl si, ki je bila volna, se pravi, da je dokaz, da je gnojilo, ne. Ta kmet, ki je bil tam, on je pa, če ste prej videli, mogoče niste bili toliko pozorni sliko, on je to volno zadelo v tla. Preprosto je rekel, da je razgrne po celem rastlinjaku, tako kot je pač tistih plasteh z ovc dol porezana in potem zafrezal tla. To je za moje pojme edina varianta, kjer je freza celo uporabna v rastlinjaki. Pri frezi treba biti zelo pozorna, ampak to je za kako drugo zadevo. Skratka, in v bistvu do sredine avgusta ima tudi paradižnik, paprika, čisto dovolj hrane.
Se pravi, samo z volne, nič drugega ni potrebno dodajati. Ne? Je pa res, da volna se pa razgradi, v bistvu mora imeti prvo kot prvo, to si pa vedno zapomnite, posebej tisti, ki boste še kdaj štihali na vrtu ali pa orali. Volna mora biti vedno v stiku z zrakom, to pomeni, da ne sme iti na globino 20 cm, pri štihanju ni v redu, mora iti više gor, ne tik pod zemljo, saj vidite, da je tu tik po površino, to je zelo pomembno, da bo razpadala. Ne? Druga stvar pa, kot sem prej rekla, vsaka organska snov, gnoj, kompost, kupljena organska gnojila, karkoli dajemo v tla, mora imeti vedno na razpolago vodo, zrak pa toploto. Ko so temperature nad 30 stopinj, ne računajte na hranila iz tega organske snovi, isto tako, ko so temperature pod 15 stopinj Celzija. Zato je spomladi malo težav, včasih posebej z gnojenjem z organskimi gnojili, zato je potrebno gnoj dajati v tla jeseni, ko je še deloma topla zemlja, da bo vsaj deloma še razpadel do spomladi, da bo pol učinkovit. To je to, zdaj ne bom več, še par slikic imam, ampak da ne bom zelo predolga, upam, da ker bo še za mano nadaljeval Igor. Skratka, humus je edina bodočnost, da bomo našo zemljo obdržali rodovitno, da bo manj težav prav v takih vremenskih razmerah, kot so letos. Humus je tudi hrana za rastline in ga moramo bolj ohranjevati, bolj na njega paziti, kot pazimo do zdaj. In seveda tudi vsaj tam mladim, no, vi imate sicer tam gori še vedno manj težav, kot jih imamo mi z dodajanjem organske snovi v tla, ampak vseeno vam svetujem, ga pa nadzorujte. Dajte vsaki toliko let, ni treba na 5 let, kot pravi zakonodaja, na 4 leta, kot pravi zakonodaja, lahko tudi bolj poredko, ampak dajte kljub vsemu, nadzorujte, koliko je, da ne boste začeli pretiravati na vrtovih, posebej na kmetijah, ki ima živinorejo, je pa humusa, predvsem v vrtni zemlji, že absolutno preveč. In potem so pa spet težave, posebej z gnitjem, kadar je tako leto kot letos. Tako, Miša, hvala lepa, lahko zaprosim. Nadaljeval bo Igor Škrbot, ki pravi, da je letos oziroma sploh prvič v tej dvorani. Lahko kakšne občutke imaš, poveš pa. Taki grajski. Potem pa naj bo tudi predavanje grajsko. Ja, to boste pa potem presodili. Dober dan še z moje strani. Hvala organizatorju za povabilo, pa za možnost, da se pridružim še z temi našimi izkušnjami. Moram reči, da je Miša naredila tak krasen uvod, tako da bom poskušal pri določenih stvareh dodajati stvari, če se bo pa kaj ponovilo, boste pa malo utrjevali pač znanja. No. Res je, poskušal bom pri tej slikci začeti in poudariti to, kar je pravzaprav na nek način vsakemu mogoče, ki se ukvarja s kmetijstvom, zelo jasno in znano. Zavedati se je treba, da v kmetijstvu, kadar smo seveda v tej verigi tam nekje na vrhu, imamo zelo močen vpliv na vse, kar je pod nami. Zdaj, super bi bilo, da bi bili ti vplivi pozitivni. Dostikrat, nažalost, niso takšni in takrat je seveda cel kup problemov in če se danes omejim samo na to, kar je pač glavni fokus, to je humus v tleh, je seveda na nas, ki skrbimo za to, da pač na tej zemlji nekaj se dogaja, nekaj odvija, seveda, da delamo to v pozitivni smeri. In to bo seveda tisti moj fokus, kaj bomo seveda vse lahko naredili za to, da bomo delež humusa v tleh povečevali, vseh teh razlogov, ki jih je Miša tako lepo seveda tudi navedla, in da bomo poskušali biti z temi svojimi vplivi čim večkrat pozitivni in pa čim manjkrat seveda sebi v slabost. Jaz bi moral seveda na tem segmentu spomniti, Miša je tako lepo istočnico dala, da ni vse samo črno in belo in to je še iz časov, ko so bili tiski in pisana gradiva res črno-bela, ampak njihova znanja so bila zelo barvita in zelo raznolika. In če seveda pogledamo, da je to dr. Bleiweis iz 1854 zapisal v eni knjigi, ko je učil kmetovalce o gnojiščih in o skrbi za recimo hlevski gnoj, za ves tisti material, ki so ga seveda pridobili, je tukaj noter en tak lep izrek, pa bi jaz v naslednjem slajdu ga malo povečal, poskušal prebrati, da boste slišali, pa boste razumeli, kako so to že včasih bolj razumeli kot danes, ko mogoče pametujemo z raznimi strokovnimi pristopi, izrazi in pripomočki, ko je zapisal. Ljubi prijatelji, večji del vsi poznate stari pregovor, tamle kmetija velja, ker je obilo gnoja. Zlata resnica je v tem pregovoru, brez gnoja se ne da nobena njiva s pridom obdelovati,
brez gnoja ni bogatega pridelka. To ve vsak gospodar, zato gnoji tudi svojo njivo in gotovo še ni nikdo kmetovalca slišal, da bi se bil pritožil, da ima preveč gnoja. Vsak bi ga imel rad še več, da bi pa več tudi se nožeti lahko z njim gnojil. Mi pa danes dostikrat v vsem tem slišimo in vidimo, da marsikdaj kdo ki ima hlevski gnoj in tekoče organsko gnojilo, da celo jezen, da ga ima toliko. Ne? Pa da mora seveda v nekem trenutku ga raztresti in podobne situacije. Ne, seveda je zavedanje, da je gnoj tisti vir, pa zdaj, ko da rečem gnoj, mislim na vse oblike trde in tekoče organskega gnojila, da se seveda v njem skriva zelo velik vir za vse to, kar bomo pač potem zemlji vrnili in dali in iz nje potem seveda pridelovali oziroma pridobivali tudi humus. On je tudi zapisal to, kar je spodaj zapisano, ker ni mogoče zemlje raztegniti, gre z gnojem le pridelke si množiti. To je tako z takim lepim, arhaičnim slovenskim jezikom izpred 2 stoletij. Potem so tudi v tej knjigi jasno pokazali, kako veliko spoštovanje so imeli do takšnega materiala, ko so ga zelo lepo uredili, shranili in seveda negovali, zato ker je to bil takrat v tistih časih edini vir hranil, iz organskih oblik. Takrat niso poznali lahko topnih, počasi ali pa hitro sproščujočih mineralnih gnojil. Vse, kar se je shranili, se je poslovalo z takšnimi, in če so seveda ga dobro in postarali, oziroma bomo rekli skompostirali, so seveda zelo veliko bogato snov uporabljali za vračanje in dajanje hranil nazaj v tla za rastline, ki so jih potem seveda zelo skrbno izbrali, kam bodo seveda pognojili z tem dragocenim gnojem, ki ga ni bilo na izobilje, in kaj bodo seveda tam potem pridelovali, da so to bile tiste najbolj zahtevne rastline, ki so seveda tudi uporabljali ne samo za prehrano živali, ampak tudi za lastno prehrano. Mogoče toliko za en pogled, da ne govorimo o nekih stvareh, ki bi si jih v sodobnem času zmislili, ampak da imamo zelo globoke korenine v humusu in v vseh teh stvareh, ki jih danes mogoče samo z nekimi bolj sodobnimi metodami lahko spremljamo, zmerimo. Včasih so to bolj subjektivno na oko ocenili, a je dobro zraslo ali je dalo obilen pridelek, pa so zvagali in niso se seveda ukvarjali z drugimi stvarmi. Jaz bi seveda v nadaljevanju želel odgovoriti na nekaj od teh 2 vprašanj, s čim vse še lahko mi pravzaprav tla bogatimo, da bo v njih več humusa, potem tudi v nadaljevanju. Ne morem seveda mimo tega posnetka, ki jasno pove vse to, kar je danes krasno Miša povedala, da v bistvu spomnim, da je v okolju zelo veliko dejavnikov, ki jih moramo seveda rastlinam dati in se morajo poklopiti, ki so pod našim nadzorom in ki niso, na katere nismo sposobni vplivati, ampak mi govorimo recimo o nekih gnojilih, s katerimi bomo seveda v tla, nekih gnojilih, s katerimi bomo v tla dajali hranila in bomo na enem tem delčku seveda lahko vplivali, in če se bo pač poklopilo, da bo dovolj toplote, da bo dovolj padavin, če jih ne bo, bomo namakali, če ne bo, ne bomo namakali in seveda rastlinam pomagali, da bomo ustvarili življenje, ki bo obrodilo in bomo seveda na nek način zadovoljni. Tudi v skladu s tem zakonom o minimumu, potem seveda izvajamo te postopke, kot je Marija prej na začetku lepo povedala, da se seveda pripravlja analiza tal, da se potem na podlagi tega dela gnojilni načrt in da vemo, kje in kaj, kako seveda narediti. In če se seveda v eni standardni analizi tal potem pogleda poleg vseh, ne bom spuščal se na druge faktore, omejimo samo na organsko snov, je to, kar smo že prej seveda pokazali, da si želimo tam nekje tisto sredino, tistega najdaljšega Marijinega prsta, ne bi seveda bilo za pozabiti, da seveda v določenih kulturah želimo kaj več kot 4%, da smo pri poljščinah zadovoljni že z 3, 4, da pa imamo lahko zelo veliko težav, tudi če je več kot 10%, je pa en tak lep
klasičen primer v Sloveniji, tam na Ljubljanskem barju, ne, kjer nič drugega, ko samo trava, pa še to tista kisloljuba, pa od poljščin bolj ali manj koruza zraste, ker so tla seveda prekisla, pa nič ne velja, da imajo tam humusa 10, 12 ali pa več odstotkov. Ne, ker so tla seveda istočasno prekisla in ne omogočajo rastlinam dobrega razvoja in rasti. Ne, zato seveda s takšnimi raztrosi kakovostnega organskega gnoja, ne, ki smo ga recimo prepereli, lahko gremo tudi tik pred setvijo, pred sajenjem, ga potresamo na setveno že pripravljena tla, kot bogat lastno pridelan vir hranil, potem seveda računamo na to, da bo tam nekje v plitvo, v ornici, ko bomo zasejalnico posejali recimo ne vem, žita, potem seveda pomešano to s tlemi in bodo hranila, ki se bodo sproščala potem relativno blizu, že zgodaj mlado rastočim z začetku malo korenin, rastlinam tudi seveda na voljo. Ne. Da dosti krat z gnojevko operiramo samo recimo po travniških površinah, to je en posnetek, kjer smo v eni suhi pomladi se odločil kmet, da je z razredčeno gnojevko dognojeval prvič zelo zgodaj, takrat v pomladanskem času tudi ozimni ječmen. Ne, zakaj bi samo po travnikih? To je pač tudi hranilo, ki ga lahko uporabljamo še drugod in v primeru recimo dragih mineralnih gnojil, ki smo jih recimo v bližnji preteklosti imeli, je to seveda zelo poceni doma pridelan proizvod. Če ga seveda razredčimo, lahko gremo na daljše obdobje večkrat recimo rastlinam dodajati ne samo dušik, predvsem vir dušika v tem trenutku tisti, ki je bil vzrok, da se je recimo pridelovalec za nekaj tajega odločil. Mi danes recimo v teh okoljsko ukrepih poznamo tudi te nizke načine dodajanja hranil, vse in izključno zato, da poskušamo zmanjšati izgube vseh hranil, predvsem tudi dušika, da gre čim bliže tlem, da čim bliže rastlinam, da jih dodajamo tudi na tla, kjer potem samo še minimalno obdelamo ali pa samo sejemo in da na tak način res pridejo ta hranila, ki so v teh segmentih tudi do samih rastlin. Da se v zadnjem času zelo veliko govori tudi v smislu zastiranja tal z žetvenimi ostanki, ki seveda lahko pomagajo potem tudi pri preprečevanju izpiranja, kar je Miša lepo povedala, da pomagajo pri tvorbi humusa v zgornjih slojih tal, da preprečujejo odnašanje finih talnih delcev zaradi vode, zaradi vetra in da so takšna tla tudi dalj časa recimo pohodna, tudi z stroji, ki mogoče so malo pretežki za nek trenutek, je v takšnem segmentu to tudi eden od virov. In zastiranje tal je vse, kar se tiče bolj pogosto uporabljeno v pridelavi zelenjave in v zadnjem času zelo pogosto preizkušamo pa preverjamo takšne in drugačne naravne zastirne materijale, kot je recimo na sliki levo filci z ovče volne, pa ajdove luščine, recimo smo v okviru enega lasovega projekta na eni zelenjadarski kmetiji izprobali, pa smo bili zelo recimo prijetno presenečeni, ker tisti filci rasto skupaj s pleveli, ki so bili zelo agresivni, se ta volna pod enim osatom pa pod kakim tudi dvignila, kar naenkrat smo imeli take kmetica je lepo primerjavo dala, je rekla, zdaj imam pa smrekice na svoji površini, ne? Ker so bile res take buške, ko se seveda ta filc privzdignil, ker je bilo spodaj veliko plevela, ampak s časoma je potem seveda tudi to spodaj propadlo in je to bil nek vir že malo predelanih las iz ovče volne, kot je Miša prej lepo povedala. Zelo smo bili presenečeni nad učinkom ajdovih luščin, ker so res naredili en tak čep, zakrile so seveda površino in ni bilo veliko plevelov, ki bi bili sposobni predreti seveda ta pogoj. In to so vse materijali, ki jih potem po koncu, ko bomo pospravili zelje, nismo rabili pospravljati in smo jih uporabili kot vir organske snovi, iz katere bodo potem seveda mikroorganizmi v tleh delali humus. Nekaj drugih primerov še poleg spodaj levo miskanta, pa zgore levo klasično slame in vsega tega, kar je seveda jasno bilo že nakazano. Ne? Za predelavo te organske mase mikroorganizme potrebujejo zrak, potrebujejo vodo,
To sta dva ključna dejavnika, iz katerega bodo seveda hitreje nastali trajne oblike humusa, ki so potem seveda tako čudovit material, kot ga je Miša opisala, da vežejo na sebe potem lahko, da sproščajo hranila in vodo in podobne situacije, da jih preizkušamo tudi uporabljati na mesto nekih plastičnih ali pa tudi biorazgradljivih materialov, s katerimi prekrivamo tla in vemo, da pač so v tej prednosti, da bomo po spravilu paradižnika, paprike, zgore desno, recimo tam, kjer bomo uporabljali te naravne materiale, v bistvu dajali tudi organsko snov in lahko pričakovali dvig tega deleža v tleh. Zdaj pa par izkušenj iz naše prakse. Na polju, kjer smo v lanskem letu, moram spomniti, leto 2022 je bilo bolj suho, bolj vroče, da ne bi to seveda pozabili. Smo seveda na enem takem velikem žitnem strnišču posejali eno tako mešanico za bogatitev, ki se potem seveda zadela v tla, neprezimno. V njej je bilo veliko abesinske gizotje in tudi nekaterih metuljnic, kot je recimo perzijska in pa aleksandrijska detelja. Za primerjavo, na vaši levi vidite mešanico, na vaši desni je pa ostalo takšno strnišče, kot bi bilo, če ga ne bi seveda zasejali. Tam so se seveda razrasli in semenili, krasno pleveli. Se bo nekdo rekel, ja, se je to tudi organska masa, ampak ja, ta pušča zelo veliko posledic za pridelavo potem v kasnejših letih, ker pač semena ali pa trajni pleveli ostanejo kot konkurenca našim gojenim rastlinam. Vse tisto, kar je pa na levi strani ostalo, je pa potem seveda, to je posnetek, ki sem ga naredil 1. septembra, to je posnetek, ki sem ga naredil skoraj 3 tedne kasneje, 19. septembra v letu 2022. Po setvi tega tam nekje v sredini prve dekade avgusta je seveda na tem območju po nekem čudežu, ne vem kakšnem, padlo in samo tukaj 10 litrov dežja. Vse posod drugod smo imeli precej več suše in strnišča niso tako lepo ozelenela, kot je to tukaj. Potem v septembru, mislim, da je bil en padavinski dogodek tam, če se natančno spomnim, 5. septembra, ko je padlo spet naslednjih 7 mm in so seveda te rastline zelo lepo rasle in naredile. To, kar boste videli, je bilo potem posneto še čez 14 dni. Jaz približno skoraj 2 metra visok, v tistem času tam v koncu septembra praktično bilo meni to čez rame. Zelene mase, mi jo sicer potem nismo tehtali, ampak zelo velika količina zelene mase je seveda ostala na tej površini, ki jo je kmet potem, ker mu je seveda to zima vzela, ker je to neprezimno, enostavno zmulčil in potem seveda v letošnjem letu na tej njivi raste koruza. To je seveda način, ki ga v kmetijsko-okoljskih programih in sicer tudi v splošni praksi zelo, zelo toplo priporočamo, da ta prosti termin od prejšnjega žita pa do naslednje koruze v naslednjem letu zapolnimo vsaj v poletnem času z neprezimnimi posevki ali pa celo posejemo prezimne dosevke, pa jih potem seveda zgodaj spomladi vso tisto zeleno maso zdrobimo, zadelamo v tla, ker to je obogatitev, to je, rečemo, zeleno gnojenje, to je vir organske mase, s katere bo potem seveda nastajal humus. In na tak način potem zgleda recimo na nekih vrtovih, kjer posejejo razne mešanice trav in kapusnic za seveda pauzo. Zelo imajo radi takšne hitro rastoče kapusnice v tem času, ker ko se začne dan, zdaj v jesen vidno skrajševati, ko se znižujejo temperature, te rastline zelo dobro se počutijo in zelo lepo in hitro raste in zelo veliko organske mase naredijo in zelo veliko imamo potem opcije te mase ali porabiti za krmo ali pa seveda enostavno zadelati v tla in to je spet eden od sistemov, ki ga lahko uporabimo v tej smeri. Veliko bolje je, če uporabimo, Miša jih je prej že tudi odebeljeno, tam seveda priporočala metuljnice, kot recimo je tukaj lucerna na tej sliki. To so metuljnice, ki jih seveda sejemo na površina za dalj časa. Zdaj tisti, ki jih
uporabljajo za krmo, jo pač seveda potem pokosijo, pa ni toliko mase, ki bi jo dali v tla, ampak ostajajo korenine. Tako kot pri onih neprezimnih, kot pri tistih prezimnih posevkih, kot pri vseh stročnicah v tleh so korenine in ta organska masa ostane in je na voljo za predelavo v humus in več kot je ena taka lucerna, če raste 2 leti, če raste 3 leta, zelo bogat koreninski sistem za seboj pusti, kljub temu, da smo mi seveda nadzemni del porabljali recimo za krmo živalim, da ne govorimo spet, a pa vsaj da spomnim, ne, na ves tisti proces, ki ga metulnice delajo, da vežejo zračni dušik v rastlinam dostopen dušik, ki ga potem seveda pustimo na voljo na tej površini. Po mnogih podatkih, takšnih in drugačnih literaturnih, tudi okrog lahko 240-250 kg dušika po hektarju, neki naslednji kulturi, ki jo bomo seveda potem, ko bomo z lucerno zaključili, tja seveda sadili ali sejali. Da nadaljujem z nekaj takšnih mešanic, ki jih seveda v zadnjem času zelo veliko poznamo, ki se seveda uporabljajo predvsem zaradi tega, ker hitro rastejo, ker naredijo ogromno mase, ogromno nadzemne mase, tudi ogromno koreninskega sistema kot pomembne mase, ki je v čem skrita, pa seveda z njo bogatimo tla, da seveda v mnogih teh mešanicah niso samo trave in kapusnice, da so v mnogih teh mešanicah tudi kot v tem primeru krmni grah, stročnice oziroma metulnice, če so seveda prisotne na tak način kot ugodilke, bom seveda rekel, da imamo seveda nekaj takšnih mešanic, kjer so še razne druge rastline, ki poskrbijo za raznolikost, ali to danes že omenjeno besedo biodiverziteto, ker seveda poznamo, da rastline so si med seboj različne, ne samo po tem videzu, kar mi vidimo nad zemljo, ampak tudi po tem, kako velik ali pa bogat ali pa malo manj bogat koreninski sistem pustijo. In če seveda zmešamo take, ki imajo bolj bujne korenine, pa one manj, bomo seveda na dolgi rok bistveno bolj dobro delali, kot sicer, če bi samo tiste za manj. Tisti posnetek, ko so bile same kapusnice, ne, sem jaz seveda jasno točno to, kar je Miša povedal, pa je rekel, veš, saj imam jaz tu na tej površini bolj ali manj samo krompir pa fižol. Sem rekel, ok, v redu, če boš zdaj imel zelje, potem pričakuj težave, ker si imel seveda kapusnico za kapusnico praktično vsa leta. Ne. Tako da, ja. To je ena mešanica, ki pač prihaja iz nemško govorečega področja, ki se reče Bodenfit, pa če bi zdaj to prevedli, ne, fit tla, ali nekaj tajega. Ne. Seveda zaradi, že po sliki vidite, cveti in lan in zadaj neke detelje in malo je krmnega sirka in verjetno še kakšna metulnica, ki se skriva. Relativno visoka masa, ker je tukaj na posnetku z tem metrom pokazano tam od 90 do 100 cm višine in smo seveda v nekih teh preizkusih delali, tudi potem merili, ugotovili, da smo, kot bom poskušal potem v enem filmčku pokazati, pridelali kar krepko čez 30 ton sveže mase po hektarju, ki jo pustimo za to, da jo zadelamo v tla. Nič nismo odpeljali. In to je seveda izključno delo samo za ta namen, da bomo iz te organske mase potem nekoč imeli humus. Pa spet ena druga mešanica, ne, spet boni, ki se reče, ne, spet zelo raznolike sestave in zelo pestro in zanimive, tudi ne samo za žive organizme v tleh, ampak tudi nad tlemi, zelo veliko čebel, čmrljev, metuljev, hroščev in vsega tega se seveda tam da srečati, tako da so seveda tudi iz tega vidika za nek konec leta, ko seveda večina drugih rastlin počasi usiha v cvetenju, če seveda posejemo kaj tajega, zelo veseli so okoliški čebelarji, ker se seveda njihove čebele lahko tudi tukaj potem popasejo. Zdaj, mogoče bi dodal še pri vseh teh mešanicah eno od stvari, ki v zadnjem času intenzivno v prakso prihaja, to so minimalnejši načini obdelave, ki poskrbijo, da vso to maso zadelamo v tla na čim manj poseganja v globino tal. Ampak hkrati s tem seveda prezračimo, premešamo tiste tla, ki so seveda zračna, vlažna, kakršnakoli že pač, damo seveda
organsko maso tistim mikroorganizmom. Za organsko maso mimogrede pustimo tudi nek pokrov, preprečujemo in seveda delamo dobro tudi v tej smeri. Tako da je seveda v tem konzervacijskem načinu obdelovanja, kot mu tudi rečemo, tudi nekaj dobrih stvari, ki jih bomo seveda morali ali pa poskušali znati izkoristiti tudi v smeri povečane tvorbe humusa. Navedel sem še tu nekaj takšnih drugih pripomočkov, ali nisem vedel, kako bi jih pravzaprav imenoval, ki sem jih, pa da jih ne bi na koncu recimo pozabil povedati, nujno seveda, kako bomo vplivali na vsebnost humusa, je seveda, katere rastline zvrstimo v kolobarju, kako jih gnojimo ali ne gnojimo, kako je potem seveda zapnenjem, da poskrbimo za ustrezno kislost ali ozračnosti. Vsem tem je danes že zelo velikokrat bilo nakazanega, da seveda poskrbimo za te svoje delavce, ki jih imamo v tleh, pa na proste oči, recimo niso vidni, to so mikroorganizmi, da jim damo hrano, ker nam bodo oni vrnili potem izboljšano hrano v obliki humusa, da bomo, ko bo v letih recimo potrebno, dodali še malo vode z namakanjem, tudi seveda ne škodi, in še bi verjetno kakšno stvar našli, ki bi seveda bila uporabna. Zdaj bi pa jaz poskušal dva kratka filmčka pokazati, predvsem na to temo. Miša, če hočeš samo zapreti prezentacijo. To je ena mešanica, ki ima seveda grašico in nekatere detelje pa seveda rž. Taka zelo visoka je. Kolegica, ki je bila na sliki, je 1,75 m visoka, pa ste videli, koliko je visoko zrasla. Nodole za simbiozo za zračni dušik. To je prezimna mešanica, sejali smo jo v jesen, to pa gledamo tam v poznem aprilu. Zelo veliko korenin, to hočem pokazati. To je pa čisto sosedna njiva, mislim, del iste njive, samo na eni smo imeli, na drugi pa ne, pa se vidi v bistvu že, kaj so naredile vse te rastline s koreninami, ker so bile, tam pa ni bilo rastline, recimo. Zelo veliko takšnih in drugačnih opraševalcev, tu je stalno brenčalo, ko v čebelnjaku ali še huje. To smo imeli dan, ko smo vsi ogledovali. In potem seveda tudi poskušali to maso zdrobiti. In to vse potem ostane v tleh. Pridelek skoraj 37 ton te zelene mase iz te mešanice z ržjo, grašico. Pa smo pa z minimalnimi načini to samo pomešali s tlemi, s podrahlačem. Tu se zdaj najprej pelje tam, kjer smo prej odkosili, da je bila pot, potem se pelje pa še tam, ko je bila frišna masa desno od njega. Tam vidite lahko strani stroj z podrahlači, z tistimi nogačami in s tem valjerem.
ker smo pač poskušali še vključiti biodinamiko, smo uporabili ta biodinamični pripravek 500P. To. Zdaj, tisti drugi filmček bo kolega vmes, pa bom jaz poskušal povedati, izkoristil čas, če tisti drugi link lahko samo na isti način preklopite, pa od 1/5 minute naprej. To je ta površina, ki je bila seveda nasuta s takšnim materialom, pa je seveda gospod Črnelič za svojim načinom biodinamičnega obdelovanja pa setvijo ene take zelo bujne rastlinske mešanice rekultiviral. Smo naredili analizo delež humusa pred, pa po tistem uporabajo tudi seveda biodinamične pripravke, s katerimi je tla poškropil na biodinamičen način, kot boste videli. Zadeva je seveda v nekem segmentu zelo očitne rezultate dale, glede na to, kako so bila stlačena in uničena tla, potem, ko se je tukaj ves material, ki je bil zaradi nasutja odstranil, posejali smo potem seveda takšno rastlinsko mešanico, ki vidite, je zrasla skoraj čez višino traktorja. To smo potem seveda v tej fazi pomulčili, seveda pustili in zadelali v tla, da se je na tak način tudi spet vsa ta zelena masa, ves ta vezan CO2, ves ta material dal tlem in tistim organizmom v uporabo za predelavo in za tvorbo organske snovi iz organske snovi v humus. To je to, lahko mogoče zaključimo. Zdaj vsi ti filmi, tisti prvi sploh, pa še nekaj jih je na to temo o rodovitnosti tal, so seveda javno dostopni na naši spletni strani zavoda, samo malo je pač v vsej tej literaturi treba pobrskati in priti do njih. Mi smo jih seveda naredili še nekaj na to temo, so seveda v tej smeri pripravljeni, da poskušamo osveščati pridelovalce, kje so še skrite možnosti, ne samo v uporabi gnoja, kolobarja in nekaterih klasično uporabnih pristopov, tudi pri uporabi takšnih dosevkov v tistem trenutku, ko mogoče bi pustili površino prazno, pa na tak način izgubljali čas. Lahko seveda z dobrimi pristopi v praksi, z gojenjem takšnih mešanih posevkov poskrbimo za to, da nahranimo mikroorganizme, ki nam bodo potem naredile tla rodovitnejša v obliki povečanega deleža humusa. Toliko z moje strani, hvala. Tako, Igor, hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti Peter Pribožič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, s katerega prihajam tudi jaz. Naš zavod je strokovna inštitucija, ki prenaša predvsem znanja na naše kmetovalce in zelo hitro smo zaznali tudi mi na zavodu, da je ta humus zelo pomemben in tako smo se tudi prijavili na en LASOV projekt, o katerem bo pa Peter Pribožič povedal več. Hvala, Marija, za uvodne besede, seveda tudi tole nadaljevanje obeh predavanj. Jaz vam bom nekoliko predstavil rezultate našega projekta, ki smo ga zaključili konec maja. Te drsnice so od Matica Lebna, ki je v bistvu bil zadolžen tudi v tem projektu za vzorčenje tal. Smo pa pred kratkim v Gornji Radgoni tudi bili organizatorji tega posveta. Več je manj. Bom pa nekaj besed še uvodoma povedal. Vse, kar smo zdaj slišali, kmetijstvo dostikrat izpostavljamo preveč o tem, kako povzročamo toplogredne izpuste. Izgradnja humusa v tleh, samo en podatek, za 1% povečan delež humusa v tleh je 50 ton CO2 vezanega v tla. V bistvu kmetijstvo je velik tudi ponor toplogrednih plinov in to, kar se dogaja skozi vegetacijo v enem obdobju. Nam so Avstrijci kazali tudi en tak prikaz, zelo slikovit, da se na severni polobli v toku vegetacije precej zmanjša vsebnost CO2 v zraku, ravno zaradi tega, ker rastline to pojejo, po domače povedano. Drugo, kar je, mi smo preveč usmerjeni v kmetijstvo, mogoče tudi v to, da
nam je cilj, kako pridelati recimo krme za 2 GVŽ, toliko ton pridelka. Pozabljamo pa, samo en podatek bom dal, v bistvu kako nahraniti na hektarju površine 5 GVŽ, ki je v zemlji. Ne? Se pravi, to, kar sta že oba predavatelja prej povedala, koliko je teh mikroorganizmov, ki jih je treba pravilno seveda hraniti, in seveda dvigovanje humusa v tleh ni samo gnojenje, ne? Ampak je sprememba sistema kmetovanja, sprememba celotnega pristopa, in mi smo zdaj v času, ko imamo na razpolago tudi vso kmetijsko tehniko, ki omogoča drugačne načine obdelave tal, ki včasih ni bilo. Ne? Če gledamo 40 let nazaj, smo predvsem poznali plug, brane, mogoče krožne brane. Kaj več tehnike, ki omogoča današnji način obdelave, pa seveda ne. Tako da vse to gre nekako s korakom in nove generacije bojo seveda drugače kmetovale s tem ciljem, da bomo izkoristili vse možnosti, predvsem pa, da bomo tla izboljševali. Ne. Veliko tega je bilo prej povedanega, zdaj pa mogoče grem jaz kar na ta projekt. Projekt je bil v povezavi z LAS-om, Bogastvo podeželja. Partnerstvo je bilo seveda naš zavod, potem LAS Bogastvo podeželja, LAS Ovtar Slovenske Gorice, LAS Obsotelje in Kozjansko in pa kolegi iz avstrijskega Kaindorfa. Tako da je bil mednarodni projekt. Zdaj, namen projekta je bil prilagoditev seveda kmetovanja podnebnim spremembam, predstaviti kmetijstvo kot del rešitve okoljskega problema, se pravi vezava CO2 in seveda to, kar Avstrijci v tem območju regije vodijo, je, da so kmetije, ki izboljšujejo stanje tal, ki zvišujejo humus v tleh, tudi deležni potem plačil iz naslova certifikatov plačil, ki jih podjetja plačujejo za prekomerne toplogredne izpuste. Ne? In se ta denar tudi koristi potem za kmetije, ki v bistvu vežejo CO2 v tla. Glavni pravi, nam je bil cilj to povezovanje, spoznati ta način njihovega dela, prenos tega znanja in pa tudi kako se vključiti v ta projekt. Zdaj, v projektu je sodelovalo iz različnih LAS-ov določeno število kmetij. Ta naš ptujski LAS 19 kmetij z 41 površinami, potem iz lenarškega LAS-a Ovtar 10 kmetij s 15 površinami, pa iz Obsotelja 1 kmetija z 2 površinami. Zdaj, ko govorimo o površinah, so to do 5 hektarov največje možne površine za analitiko. Se pravi, skupaj je bilo 58 površin, 259,8 hektara, pa 30 kmetij je bilo vključenih v ta projekt. Na teh kmetijah smo seveda morali vzorčiti tla, nekako po sistemu, ki je seveda postavljen. Pregled seveda najprej teh gerkov, priprava potem vzorčenja, priprava zapisnika in oddaja vzorcev v laboratorijsko analizo. Seveda to vzorčenje mora biti opravljeno na 25 točkah posamezne površine. Vsaka točka je bila seveda tudi zabeležena z GPS aparatom, se pravi, da je točna koordinata vsakega pika sonde zabeležena. Namreč, ker čez 5-7 let je ponovno vzorčenje in mora biti
znotraj 10 cm istih točk ponovno vzorčenje. Seveda kmetija teh točk ne pozna. Ne? To vzorčenje je seveda bilo z naše strani urejeno, seveda točke pa tudi to je treba imeti zavarovano, da kmetija, ki je vključena v teh projektih, ne more, bi rekel, načrtno nekaj gnojiti, da bi se izboljševalo stanje samo na tistih točkah, kjer bi vzorčili zemljo. Ne. Tako da to, zdaj mi smo si za ta namen seveda v sklopu tega projekta tudi zagotovili opremo, ta vzorčnik tal, na katerem je tudi potem namontiran ta GPS aparat, smo uvozili iz Danske, potem nekoliko prilagodili na avtoprikolici, tako da lahko po njivi vozimo ta stroj na ta način in seveda teh 25 točk na posamezni površini so potem tudi uradno, pač tehnično rešeno beleženje vzorčenja in odvzem vzorcev zemlje. To je na Gerku recimo razporeditev, potem tudi grafična, kako so te točke razporejene, da je nekako reprezentančen vzorec iz cele površine, potem ta zapisnik. Drugi del je pa oprema laboratorija. Ne. Zdaj danes smo že slišali, ne, organska masa ni isto kot je humus. Zdaj v našem laboratoriju v bistvu smo se potem morali opremiti tudi s tem analizatorjem, ko določamo čisti organski ogljik. Se pravi, najprej je važna priprava vzorca, da se izloči tudi vse ostanke organske mase, ki so vidni. Laborantke morajo tam tudi s pinceto pobrati ven tiste koščke slame pa organske mase, ki je vidna. Ne. Potem drugo je, da se anorganski ogljik, ki je vezan s kalcijem v tleh, s kislino prej obdela in se tudi tisti del izloči. In na koncu v tem aparatu pri visoki temperaturi, mislim, da je nad 600 stopinj, ne, pride do suhega sežiga in na podlagi tega potem ugotovimo organski ogljik. Na podlagi tega organskega ogljika pa potem preko formule, ta se korekcijski faktor 1,724 preračuna vsebnost humusa v tleh. Tako da to, za vse te vzorce je to bilo narejeno. Ne. Ti rezultati zdaj so upravljeni, se pravi, upravljenih je bilo 65 analiz. Tule so zdaj podatki, to, kar je bilo že danes rečeno, ne, da na naših kmetijah niti nismo tako slabi, kar se tiče, ker to je zdaj prikazano, minimalno je vzorec, ki je pokazal 2,28% humusa, povprečje 3,41, pa maksimalno 4,68. To so kar precej velike kmetije vključene, med njimi tudi živinorejske, tako da se načrtno vseeno dela na naših kmetijskih gospodarstvih v smeri povečevanja vsebnosti humusa v tleh. Seveda pa, kot je ponavadi, pač ne zaključujemo svojega dela kar z končanjem projekta, konec maja smo ta projekt zaključili. Smo zdaj v EIP projektu manj je več, se pravi manj CO2 v zraku, več humusa v tleh. V okviru tega projekta so tudi še druge vsebine, manj plastike, več kompostnikov, skratka. Ampak cilj pa je, da s projektom manj je več tudi področje humusa naprej raziskujemo. Mislim, da bo drugi teden tudi prvi poziv za kmetije, ki bi se vključile, bo javni poziv, da lahko pristopijo. Zdaj, projektna območja so se nekoliko razširila, poleg
našega lasa je potem Obsotelje, Zgornja Savinjska in Šaleška dolina, Ovtar in pa las s ciljem, to pa je dol na Primorskem, tako da bi malo širše zajeli. Tako da tudi, če bo kdo želel, seveda se lahko tudi vključi izven teh lasov v spremljanje stanja, ali pa tudi v našem laboratoriju lahko te analize naredimo konkretno, ker bo tudi certificiran ta postopek analiziranja. Celo tak, direktor mi je še dopolnil. Seveda, osnova je to, v Evropski uniji se zdaj o tej debati, ker namreč ti ukrepi kmetijske politike, ki so preveč, bom rekel, pavšalno usmerjeni v izboljševanje kvalitete kmetijskih tal. Mogoče ta sistem, kako z meritvami humusa v tleh bolj vgraditi v sistem ukrepov, da bi na ta način nekako tudi kmetje pač bili plačani za to, kar izboljšujejo, ne samo seveda z obdelovanjem tal, z gnojenjem. Vsi ti postopki morajo biti optimalni, niso vsako leto isto glede na vremenske razmere, ampak z zviševanjem je seveda v končni fazi ta poudarek vezava CO2, tla so veliko bolj stabilna proti eroziji, veliko boljše prenašajo tudi sušo, vezavo vode. Na dolgi rok je tudi manj uporabe mineralnih gnojil potrebnih, namreč mikroorganizmi, kot je bilo slišano že, veliko hranil pridelajo iz te dodane mase. So pa postopki kmetovanja drugačni. Slišano je bilo, da moramo to organsko maso v zgornji plasti, prvih 5-10 cm plasti dobro vzdrževati. Avstrijci so nam na zadnji ekskurziji pokazali eno kmetijo, smo šli kar, čeprav je bil dež, v en posevek tritikala, bilo je mislim, da v začetku junija smo šli. Zakaj tritikale, ki so ga samo povaljali, niti niso mulčili, in je direktna setev koruze v to povaljeno površino rži, s tem je tudi ta masa ostala vsa na površini. Ampak ko smo z lopato štihali to površino, in to se dogaja 15 let na tej kmetiji, kako bogata zemljina je tam, in z sondo meter globoko z lahkoto prodreš v to globino, kar pa dostikrat ni tako, da imamo trda, zbita tla, nepropustna in s tem tudi manj, bom rekel, ugodni pogoji tako za rastline in pa več izpiranja, več drugih problemov. Tako da, ja, menja se sistem in bom rekel obdelave kmetijskih tal. To čaka nove generacije in vsi bomo morali bolj pozorni biti na to, da bomo res zboljševali tla, naslednjim generacijam prepuščali bolj kvalitetna tla in čim manj tega izgube, ki se seveda marsikaj lahko v enem letu pokvarimo, če ne delamo dobro. Tako da, toliko z moje strani, pa hvala lepa. V letošnjem letu je res si mogel imeti res in srečo in sorte in vse porihtano, da je vse nekako delalo. Druga stvar, kar se tiče tega komposta, edino to, da že spet, predvsem otrokom jaz govorim, ker oni so naša bodočnost, pa je dobro, da si zapomnijo, spet ni vse črno pa belo. Zdaj jaz nisem imela časa, sem imela pripravljeno, ste videli, da sem kompost preskočila. Kompostiranje v bistvu je kemični postopek, pravzaprav postopek, v katerem bi mogli tudi nekatere stvari narediti. Zdaj, če imamo mi te mase vsaj
1 kubik pa malo več organske mase, pa res v jeseni zložimo, pa uporabimo zraven še gnoj, potem se nekatere stvari, ki niso popolnoma, totalno, bom rekla, skurjene od krompirjeve plesni, recimo v letošnjem primeru, dajo dati na kompost. Se pravi, ni treba, da vsaka flek pa vsaka lisa pomeni, zdaj pa ta del zelenjave ne sme iti na kompost. Ne? Zato, ker se v takem kompostu, ki ga mi zložimo, in to je ravno zdaj, je tak idealen čas, da bi si ga delali, je v bistvu temperatura gre prek 60 stopinj, kar pomeni, da se v bistvu tudi razkuži. Ne? In res pa je to, kar je bilo pa letos, pa res boljše, da ne gre gor. Zdaj, kaj zdaj narediti? No, jaz sem že prej malo omenila, pa ne mi zameriti, ampak jaz sem res uporabila to besedo pogoltnost. Ne? To nas je pravzaprav začelo točiti. Ne? Pri zelenjavi, jaz verjamem, da tisti, ki živijo od nje, imajo težave, ker morajo res izredno veliko pridelati, zato da sploh s temi cenami odkupnimi pridejo skozi in potem si preprosto ne vzamejo časa na njivah, na zemljah, na zemljišči, kjerkoli, da bi se posejale ravno te rastline, o katerih je Igor največ govoril. Ne? S temi rastlinami res lahko naredimo veliko. In že prej, kot sem rekla, mešance, ki ustvarjajo veliko zelene mase, v tej zeleni masi, predvsem v steblih, zato se gre v steblih je zelo veliko vlaknin in te vlaknine so tiste, ko jaz govorim o trajnem humusu, ki počasi razpadajo in s tem ne samo hranijo mikroorganizme, tudi rahljajo zemljo, ker s tem se sprožijo takšni in drugačne procesi, da ne bom predolga. Skratka, na vrtovih pa je v bistvu naš izgovor, pa bom zdaj spet rekla pogoltnost, pa ne me narobe razumeti, ampak ne znam druge besede slovenske najti. Ne. Na vrtovih res ni potrebno, da se mučimo, da vztrajamo pri tem, da moramo imeti 3 rastline na leto na tisti zemlji. Nimam dovolj prostora. Ne. Ko pa grem gledati, pa ravno zdaj sem nekje videla, ne vem, ravno zdaj pred kratkim nekje eno sliko, da je se en hvalil, da ima zdaj spet celi vrt poln radiča. Kam bo šel pa drugo leto? Osnovna stvar je pa kolobar, če smo že pri tem. Ne? Se pravi, jaz se res svetujem tistim, kjer je možno, kjer je izvedljivo, pa posebej otrokom, ker vem, da so z tistih krajev, ker je zemlja še dovolj za vrtove, ne iz mest, ker nam zmanjka površin, ne? Res tudi vklopiti nekje, vse v začetku septembra, če ne v drugi polovici avgusta, te rastline za zeleno gnojenje. Zdaj, katere, kaj tukaj je cela štorija, teorija, tu zdaj ni časa razlagati, vsak me lahko tudi mene ali pa Igorja pokliče, da povemo. Jaz edino, kar svetujem mešance. Pa še en moj nasvet, ne vem, če se boš Igor ti z njim strinjal, ampak moja prijateljica to dela že leta. Ona konc jeseni, oziroma ravno zdaj v tem času, vse vrečice semena, ki jih je odprla, vse, kar ima doma odprtega, pa nekaj rastlin, kar ena mešanica za zeleno gnojenje, vse skupaj zmeša. Se pravi, noter je od korenčka do radiča, do solate, ampak ker se ena taka pestra mešanica in to poseje za zeleno gnojenje. Pol vem, da še v novembru smo navadno tam še mogoče celo kakšen motovilček ali pa radiček ven pobere, če ga pobere, ne? Ampak to je recimo, bom rekla, polovico semena si prehraniš, da ne rabiš čisto vsega semena kupovati. Tudi to je recimo na vrtovih, kjer imamo pestro mešanico različnih rastlin, pa čisto vsak iz nekega razloga to seme špara, potem 10 let, pol se pa skozi, zdaj spet pretiravam, da se razumemo, pa se potem pritožujemo, da seme ne kali, ne? Seme zgublja kaljivost že časovno, po drugi strani pa, ko mi vrečko odpremo, mi vrečko spustimo zrak in je v bistvu seme v tej vrečici nima več take dolge kaljivosti, kot tista, ki je gor napisana. Ker v sami vrečici noter upam vsaj, da to še vedno veljano. Jaz sicer priznam, da v današnjem svetu, ko se vse posod goljufa, pa je denar vsega pomemben, nisem več prepričana. Ampak včasih, ko sem še jaz delala na semenarnah, so to bili posebni materiali, ki niso prepuščali take izmenjevanja plinov, skratka so bili izločeni tisti plini, ki pospešujejo propad semena, če lahko tako na hitro, pa nepravilno rečem, ampak to. Se pravi, vse vrečice, ki so odprte, se splača to porabiti, pa drugo leto novo kupiti, pa spet mi bo kdo rekel, nekaj sem to leto že slišala, pa se vseeno, seme fižola z lanskega leta je boljše kalilo kot letošnje. To je pa spet stvar, o kateri jaz govorim, da mi nimamo več semenarjev v Sloveniji, imamo samo še trgovce, nažalost, moram tako reči, ne, to pa tudi pomeni to, da jim je bolj pomemben denar, kot pa so jim pomembni njihovi potrošniki in se res lahko kjer leto tudi to zgodi, kar se je letos zgodilo, ampak načeloma pa to. Pravi, jaz bi zdaj sigurno, za setev radiča je že prepozno, čeprav vidim, da vsi nekaj še govorijo o nekem radiču, da bi se sejal ali pa sadil. Tudi za sajenje je že pozno, ne? Ampak motovilec, špinača, tudi korenček še za silo, sicer ne vem spet za vaš vrt, ne vem, kako visoko ste vi doma. Nekaj vimo, tu pri Slovenski Bistrici vem, da ste eni že na 500 metrih in podobno. Ne? Za recimo tisti, ki ste še nekje na ravninah, tisti, ko bi še korenček za prezimovanje, pa drugo leto, če drugo ne takega majhnega, ampak sladkega, lahko pospravili.
To se še vse da, azijske listnate rastline, rukola recimo, ne, tudi ena izmed takšnih rastlin, ko jo vsi hoče imeti sredi poletja, ne, pa skozi jamre, zakaj je polna luknj, ne, pa zacveti tako in tako naprej. Rukola je kot vse križnice jesenska rastlina, ne mara dolgega dneva, tudi škodljivci so zdaj ponehali, tako da zdaj bi šlo tudi ta rukola, še malo, pa bo verjetno, mislim, da je še malo zgodaj tudi za ta prezimni točak, tega Igor bolj poznaš, ker si ga že tudi sam sejal. Tu je ena taka zelo dobra rastlina, podobno sicer malo plevelo, ampak izredno hitro raste, ogromno ima C vitamina, ki ga po zimi res potrebujemo in namesto tistih raznih prehranskih dodatkov, pa še skoraj celo zimo zunaj na prostem raste. Moja mama ga je tudi, ne, v rastlinjaku tako ni problema, raste celo zimo, pa tudi na prostem, da imamo nekaj malega, tega svežega zelenja, pa še nekaj mogoče čisto spet otrokom, mogoče bolj kot odraslim, pa tudi odraslim. Mi zdaj ogromno govorimo, ne vem, križnice za prehlade, korenček za lepši vid in tako naprej, da ne bom tu razpravljala. Nihče pa ne govori o klorofilu. Kako, v bistvu, ko mi pojemo zeleno, karkoli je zelenega listja, pojemo ogromno klorofila in v klorofilu samem je shranjenega ogromno koristnega za naše telesa. Tako da mogoče še en takšen nasvet, čim več zelenih listov, pa čim manj belih, se pravi ne pri endivi, pa pri solati vsega zunanjega ven zmetati, pa pojesti sam sredice in podobne zadeve, ki jih zdaj zelo radi počnemo, ne. Se lahko pomešamo z belim listjem, to ne pomeni, da belega ne, ampak probajte res vse, kar je zelenega, mi se sploh ne zavedamo, koliko je pravzaprav od vsega tega, kar sem jaz zdaj dosti brala pa gledala, vsaka rastlina je specifična, ampak jaz bom rekla, pri specifikah je vedno tak, da če tiste specifike ne potrebuješ, ti ni toliko nujno potrebna klorofil oziroma zeleni list je pa čisto za vsakega, mu bo nekaj pri njegovem, ker ne smemo zdaj zdravstvenih trditev govoriti, ne so meni povedali, ampak mu dejansko zagotovo pomaga, da bo njegovo telo bolj odporno. No. Drugače pa kot zdaj to, kar sem naštela, razen pozabila sem še mesečno redkvico. Tudi ven na prosto, zdaj v tem trenutku, ja, še kakšen 14 dni, odvisno pa, kdaj nam začne zmrzovati, ampak tudi mesečna redkvica je super zadeva tudi v jeseni. Pa predvsem vrtičkarji zato ne vejo. Ne? Kmetje zdaj naši že vsi vejo, eni jo že celo prodajajo. Jaz sem videla, načeloma nekje od druge polovice avgusta bo tudi mesečna redkvica in ne bo več tako ostra, ker je namreč v vročini lahko zelo ostra in ne bo zacvetela brez korenine, se pravi brez, ne, tako da tudi mesečna redkvica. Pa lahko jo posejete kar med solato, ni potrebno, da vi imate posebno gredo, posebne vrstice, v bistvu solato tako moramo v neke vrstice dati, upam vsaj, da to že veste, tudi berivko vam svetujem, ker boste veliko lažje zračili, to, kar smo prej midva z Igorjem govorila, kako pomemben je zrak, če imaš ti na poprek posejano, posebej čez zimo boš zelo težko prezračil spomladi tlan, pa posebej zato, ker je nam žal čisto vsake male rastlince, ki bi jo s tistimi 3 zobmi ven potegnili. No? In vmes, ko imaš solato ali sajano ali sajeno, se pravi sadike v vrste, komot med vrstice posejete mesečno redkvico. Jaz bi vam sicer po mojih izkušnjah rekla, reši vsako drugo vrsto, zato ker je zelo težko pobirati, če je v vsaki vrsti, da imaš kam stopiti, nekaj drugače nimaš kam stopiti in do takrat, ko mesečna redkvica se ne imenuje zastonj mesečna, ne. Mesečna se zato imenuje, ker približno v enem mesecu po setvi že lahko pobiraš, ne, da čas solata še tega prostora ne potrebuje. Pa mogoče še na eno rastlino bi opozorila, ki se jo tudi še zdaj da saditi, ampak bolj saditi, kot pa sejati, to pomeni sadike, pa upam, da naši vrtnarji to imajo, nadzemna kolerabica. Letos s podzemno kolerabico je bil križ, ker se je zelo težko sejalo, ker je bilo tako vreme, ravno takrat, ko bi se bilo najbolj treba sejati, je bilo najbolj neumno vreme za to. Nadzemna kolerabica, to je tista, ki ima zgoraj na steblu tiste bunkice. Sicer ni tako močna, tako bogata, pa tudi skladiščiti ne moramo tako, kot lahko podzemno skladiščimo, je pa ravno tako in po okusu in za vsem tudi za te zimske juhe izredno primerna. Zdaj bom pa dala besedo še Igorju, da ne sem jaz. Ne vem, kaj bi še zraven povedal. Jaz bi samo rekel, da v vsakem dobrem kolobarju mora priti tudi do prazne površine. In tiste prazne površine, s čemerkoli, kar je Miša od kulturnih rastlin navedla, pa kar sem jaz en delček navedel od teh za dosevke, podsevke, posjat, da raste. In da pač potem tisto ali pojemo, mi ali pa damo za hrano, za organizme, pa da delamo iz tega humus. Samo ta cilj na nek način slediti, pa mislim, da bo. Andrej, izvolijo. Ja, če dovolite, še tudi z moje strani seveda najprej pohvalno, bi pa mogoče res nekaj komentarjev dal. Ne? Dejansko mi danes res govorimo o eni zelo pomembni vsebini, kateri mogoče se celo premalo zavedamo o tleh. Ne? In dejansko tla so življenjski prostor naši rastlini, tako treba tudi dojemati. Ne? Se pravi, če mi živimo
v zdravem okolju bodo tudi naše rastline, oziroma so mi zdravi, bodo tudi naše rastline potem zdrave. Ne? Zato se mi zdi, danes so kolegi bolj tehnološko razlagali, katere kulture pa še, ne? Ampak se pravi, zato smo mi v ta projekt pošli strogo v tem, da hočemo tudi za analitiko dokazati, kaj se z tlemi dogaja, ker to je tisti ključni moment, da potem lahko tudi strokovno svetujemo. Ne? Se pravi, kaj se dejansko dogaja z nami tlemi, koliko imamo humusa v tleh in kakšna je aktivnost tega humusa. Ne? In dejansko tudi v priči, se pravi, zdaj tudi klimatske spremembe, mi vemo, da imamo nadpovprečne temperature, da se nam tla se greje, če je v senci 35 celo do 40 stopinj, kako še lahko tla potem pregreja in lahko smo priča velikim izgubam humusa v tleh pri takih močnih temperaturah, ko se nam vse skupaj pregreje. Po drugi strani vemo poplave, erozije in zato je še kako bolj pomembno, ne, se pravi to, ko so kolege govorili o zelenih pokrovih in vse te zadeve, da ne govorimo v trajni nasadi, kaj se nam dogaja, ne, se pravi, govorimo zelo o kompleksni zadevi, zato se mi zdi, da je še pomembno, da se zavedamo, o čem se danes dejansko pogovarjamo. Ne, zato tudi smo mi pred par leti že ciljno šli v te projekte in se tudi želimo tudi dolgoročno tu graditi, ne, ker danes veliko piše, beremo, ne, o tleh vsi dosti govorijo, ne, da pa imeli konkretno izračune, kaj pa dejansko pomeni za posamezno kmetijo. In tukaj bi rad izpostavil je ravno pomembnost vzorčenja. Ne. Mi danes veliko krat nekdo reče, ja, rabim vzorec, pa leti na vrt, pa malo šapice, zdaj pa že naše v laboratoriji, ne, pa imam za neko gled. Ne, tukaj imamo toliko izzivov, toliko še za narediti, ne, se pravi, začne se že pri jemanju vzorca. Ne, se pravi, da tukaj res vzamemo kvaliteten vzorec in da potem laboratorij naredi analitiko in potem dejansko vidimo, kaj imamo v tleh in da potem na podlagi tega delamo gnojilne načrte. Ne, ker mi smo zdaj v nekem obdobju 30 let več ali manj gnojili po nekem receptu, mi rečemo. Ne. Smo neki status imeli, smo prišli v neko nasičenost določenih elementov v tleh in se danes srečujemo veliko z določenimi težavami, ker še agronomi imamo težave, ker ne vemo točno, kaj se nam dogaja lahko, ne, v tleh. Ne. Zato se mi zdi, da res se pogovarjamo o zelo pomembni vsebini in jaz mislim, da bo tudi dolgoročno še kako pomembno odpirati to vprašanje in bi se danes tudi res še celotni ekipi zahvalil in naši Mariji, da ste vse to organizirali. Hvala. Hvala lepa, direktor. Zdaj še Peter je rekel, da bi mogoče dodal nekaj. Ja, prej sem imel v mislih, pa sem pozabil. Namreč v debatah, ki smo jih imeli v okviru projekta, je tudi vprašanje uporabe bio-oglja ali pa oglja za te potrebe zviševanje humusa v tleh. Seveda je to predrag sistem, da bi sistem v poljedelstvu sploh, je pa ena od možnosti, ne, na živinorejskih kmetijah, da to oglje vključujemo v prehrano živali, ki ima tudi pozitivne vplive na zdravje živali, pa potem ta gnoj, ki prihaja iz takih hlevov, to vrača v tla, kar pa je pozitivno. No? Tako da, to so tudi modeli, ki se dajo koristiti. Miša, hvala lepa. Igor, hvala. Peter, hvala. Mislim, da smo danes veliko stvari odprli, veliko dobrega povedali in to je znak sodelovanja, kar Slovenci ne znamo, lep prikaz. 3 zavodi smo stopili skupaj in smo naredili eno čudovito stvar, ki mislim, da tudi lahko damo to na splet, da se lahko to prosojnice, glavno to lahko dobi, kdor to želi in če ste kaj pozabili, vem, da si vsega niste zapomnili. Jaz bi pa nekako takle zaključila, mogoče potem bo še Jana. Rastline nam bodo lepo rasle, uspevale in se bomo lahko z njimi tudi postavili, če bomo mi za njih nekaj naredili. In zdaj jaz sem iz tega, kar sem poslušala, si probala zapomniti, da jim moramo dati organsko snov, zrak morajo imeti, vodo, seveda iz višin mora priti do nas toplota in mikroorganizmi bojo imeli kaj delati in potem, da bojo naše rastline nam lepo rasle in se bomo lahko mi z njimi posladkali oziroma pojedli in bomo zdravi. Ne? Zdaj rastline, zelenjava, ne? Jaz jo nimam preveč rada, kar se mi tudi pozna. Ne? Tako da je, kak je. Skratka, jaz nimam več za dodati. Še enkrat hvala lepa, pa dam besedo Jani, ki vas bo še povabila malo naprej.
Hvala lepa še enkrat vsem skupaj, hvala lepa Marija tudi tebi, no in pa če vsemu temu, kar si sedaj povedala, dodam tudi to, da ljubezen in veselje do vsega tega, kar počnemo in do rastlin in do seveda gojenja in skrbi za naša tla, seveda oziroma na tla, na katerih rastejo potem te rastline, pa je potem nekako vse skupaj zaokroženo. Tako da hvala lepa še enkrat vsem skupaj, veliko koristnega smo se naučili, nekaj tudi zapisali. In sedaj, če bomo vsaj delček tega lahko uporabili oziroma uporabljali tudi pri našem vrtnarjenju oziroma kakorkoli drugače pri kmetovanju, bomo dosegli svoj cilj in bo dosežen tudi cilj tega današnjega predavanja oziroma tega današnjega posveta. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa in prijeten petek tudi v nadaljevanju.